Ok, nova oddaja, nov petek. Z nami en nov gost, ki ga verjetno vsi poznamo. Zdravo, Roman. Zdravo. Roman Bezjak. Malo smo prejle že povadili, ne, pa smo pozabili zvok prižgati. 33 nastopov za reprezentanco, 5 zadetkov, večkrat prvak v Bolgariji, pokalni prvak z Ludogorcem, hrvaški prvak z Rijeko, pokalni prvak z Rijeko. Na Cipru si bil prvak, Sloveniji, Celje, pa Olimpija, igral si v Nemčiji, prvi Bundesligi, bil si na Poljskem, na koncu v Turčiji, tako da dolga zgodovina. Zdaj si v kateri avstrijski ligi? V 7. Kakšen je občutek igrati v 7? Zelo dobri. Zakaj? Ja, zdaj se igra za veselje. Pa. A ja, zdaj je tisto, ko uživaš pa Za tako. klobaso pa za pivo. Ja, Ok, pa tudi šel si med trenerje že? ja počasi se uvajam. Ja. Počasi, ok. Zdaj, midva bomo poskušala čez oddajo pač predstaviti. Meni je tvoja zgodba zelo fascinantna. Imel sem srečo s tabo delati, poznam en del zgodbe, zdaj smo ponovno nekje v istem kraju, pričakujem tvoje otroke v šoli, ne? Tako da bomo tudi v prihodnje verjetno še nekje, upam, da sodelovala. Ampak dajmo iti od tvojih začetkov, ker meni je fascinantno, ko govorimo o talentu, talent ne vemo, kje se rodi, ne? Pa kaj je pol sploh talent. Ti si začel kje? Kje je tvoj matični klub, prvi klub? Prvi klub je Korotan. Začel sem pri 8 letih trenirati nogomet. Zakaj si se ti dosti hiter prestavil v Dravograd? Ni bilo dosti hiter. Ni bilo dosti hiter? Po 4 letih. V Dravograd mislim, da pri 12, da sem se prestavil. Tako da sem bil tudi v Dravogradu, samo 3 leta nekje, če časovno pogledam. V bistvu ja, do 15, potem si pa prišel k nam v Celje, kjer smo se midva srečala. Ja, mislim, da še prvo leto kadetov sem še odigral v Dravogradu. Pol pa se je spadlo v drugo ligo in takrat je bil ta prestop v Celje. Pa to smo se pogovarjala, koliko je to, rečemo, tebi ali pa tvoji družini, ko se zdaj za nazaj pogovarjate, zneslo sama logistika, da si ti, ker vse en Dravograd takrat, vi ste vsak dan trenirali. Redko kdaj ste imeli verjetno čez teden prosto. Kako je sama ta logistika izgledala? Jaz sem imel pač tudi srečo, da sem imel igralca, s katerim si ti tudi neki, mislim, da je igral, ki se je vozil z Ljutomerja, ne, a ne, on je malo za tabo, ena generacija, pa so ga iz Ljutomerja v Celje vozili, ne. Kako je ta logistika sploh tebi izgledala, glede na to, da približno vem, da niste imeli najboljših pogojev za prevoze in vse ostalo? Edina sreča je bila, da jaz sem takrat živel v Ravnah na Koroškem in tu je bilo 4-5 igralcev, ki so trenirali v Dravogradu. Tako da v bistvu smo se vedno dogovarjali, vedno je nekdo pelel in je šlo skozi. Ker vem, da če bi bil sam, v tistem trenutku sigurno ne bi bila opcija Dravograd. Aha, ok. Ker večina teh klubov, pač tudi ko sem jaz deloval, ne, poskušam vedno iz ene sredine 2 ali pa 3 ravno zaradi te logistike prevozov, ne, je bilo zelo podobna zgodba tudi pri vas, ali kaj? Ja, zato pravim, moja situacija je bila taka, da v bistvu ni bilo avta doma, tako da jaz nikoli nisem pelel. Jaz sem se vedno sam prešvercal zraven, mama še ni imela izpita takrat, ga je naknadno naredila. Tako da v bistvu nisem imel nobene opcije, ko pa če bi mogoče avtobus, ampak linije niso tako redne, da bi rekel, da bi zdaj hodil jaz v Dravograd z lahkoto. Z Marjanom smo takrat govorila, ne, Marjan je normalno pač iz Dravograda, kjer je pomagal pri nogometni šoli Dravograd, potem je pač prišel v Celje in vem, da ena od stvari takrat, ko smo se pogovarjali, je bil pač tudi Roman Bezjak, njega je potrebno pripeljati v nogometni oddelek zaradi prvo kvalitete in drugo pač, ker se je nekje zavedal, da imaš pač težave s prevozi, z organizacijo in vsem ostalim, ne. Kdo je, ker jaz vem, da jaz takrat nisem s tabo komuniciral, kdo je tebe pripeljal v Celje? V bistvu mi je bil predstavljen ta nogometni razred prek Janija Pečnika, to je oče Nejca in Andreja, ker takrat, ko sem jaz mogel narediti vpis v srednjo šolo, sem se vpisal tudi v Avstrijo, v Celovec. Tam je bila slovenska gimnazija, nekak športni oddelek isto in sem bil tudi že tam in sprejet na šolo in vse.
ampak me je v bistvu Jani prepričal, da je prava izbira Celje in ta nogometni razred. Ker vsem, da ostanem v Sloveniji, da sem učem še naprej vsem in reprezentanci in tem mlajšim selekcijam, ko smo v reprezentanci MNZ, Maribor smo mi bili takrat, in je rekel, da je sigurno boljša izbira, da bi ostal v Sloveniji. Kje bi pa pol ti gor treniral? A to se je računalo tudi, da se predstaviš gor? Ja, jaz bi tudi še igral nogomet naprej, Sak je takrat deloval v Celovcu, tako da je bilo tudi to že dogovorjeno, da bi z njimi tam treniral in igral tekme. Ok. Ker z nogometnim razredom se ti je en kup stvari vseeno spremenili, ne? Sigurno, to je... Kaj je tebi v glavnem preskok, rečemo, potem, če gledaš nogometno, da si pač itak si šel doma, ne? Ampak kaj je tebi bilo nogometno glavna razlika potem, rečemo, v tem nogometnem oddelku? Če pošteno povem, takrat smo se šele začeli učiti, kako pravilno udariti žogo, kako pravilno nastaviti nart, notranji del. Tega prej ni bilo. Zdaj, ko sem malo padel v te trenerske vode, se to zelo hitro, že pri 8 naprej, se že delajo te elementi. In te otroci, ko bojo stari 14 let, bojo že nekaj vedeli. Mi nismo vedeli še nič takrat. In ko sem prišel v Celje, tudi ti si bil prvi, ko si mi pokazal, koliko moram narediti, koliko moram napeti nogo, koliko moram na prste stopiti. Tega prej ni bilo. Ni bilo takih programov nogometnih, začnemo tu, pa pripeljemo igralca, ko bo 14 let star, da bo že znal žogo udariti. Pa mislim, zdaj, ko gledamo ta nogometni razred, a je tebi bil ta prvi letnik, ti je bil ful naporen iz same količine treniranja, glede na to, da ne rečemo, če si prej treniral 4 do 5, kad se je zdaj kar naenkrat povečalo število aktivnosti 7 do 8. Koliko si pa to doživljal? Jaz nisem imel nikoli naporov glede treniranja, pošteno povedan. Nisem nikoli nabiral. Edini problem, ko je bil, je to, pri 14 greš od doma in zdaj si postavljen v neko novo okolje, nove ljudi in vse, in začetki so samo zaradi tega bili težki. Ko se vpelješ v zgodbo, vse, potem vse steče z lahkoto. Ok. Ker ekipa ste bili pa dobra, ne? Tako, ko gledamo dijaški dom, treninge in vse ostalo, tako zelo raznovrstna, ampak zelo zanimiva ekipa, karakterno ste moram reči, da dosti dobro se povezali, pa dosti dobro skupaj držali, ne? Zdaj, ravno preden smo šla v tole snemanje, ne? Ja. Koliko let je srednje šole zdaj, koliko se praznuje? 2003 je letnica. Ok, tako da bo kmalu že 20 let, ali kaj? Ja, Ti mater, ok. Naslednji petek se dobimo, ali kaj? Ta petek. Ta petek se dobimo, naslednji petek prije pa vdaja ven. Ok, prijemo na pivo, ne? Ok. Zdaj, če gledamo še ta nogometni razred, pa Celje samo, ne, midva smo imela tako, da neki si treniral z mano, tekmoval si pa potem tudi za drugega trenerja. Koliko si ti doživljal, rečemo, različna navodila potem, ko sem ti jih jaz deval ali pa ko ti jih je en drug trener deval na samem procesu treninga? Mislim, da ni bilo še take razlike, ker to, kar smo delali v nogometnem razredu, so res bile stvari, da se jih učiš. Ni bilo še tu taktike pa teh stvari, malenkost. Ampak najbolj važno je bilo res to tehnika, ta motorika telesa in vse te stvari. To je bilo pomembno. In ko prideš v klub, pač en trening narediš, če si v petek pravočasno prišel domov v svoj kraj. Če ne, pač smo samo odigrali tekmo in v nedeljo se vrneš v dijaški dom. Zdaj, ko si rekel, ne, sama tehnika, veliko na razvoju teh motoričnih sposobnosti, se pravi, da ti kontroliraš svoje telo, daj mi reči, če bi danes, rečemo ti zdaj kot trener, ko gledaš, ne, a se ti zdi, da mora biti igralec že, ne vem, pri 11-13 letih usmerjen specialno v neko igralno mesto ali pa ne vem, da se ga zelo fejst forsira v nekem športu, ali meniš, da je še dovolj časa tudi pri 15 ali pa 16, da se razvija za to, da bo potem, ne vem, pri 19 en dober igralec? Moje mnenje je, da vsi športi skupaj povezani je najbolj pomembno. Ker celo telo, ko dobiš motoriko telesa, nogomet, košarka, gimnastika, vse to je pol zelo pomembno, ko se odločiš za en šport, a je to nogomet, karkoli. Mislim, da celota
In mislim, da na začetku je res najbolj pomembno te tehnične stvari pa telesna motorika. Kaj to pomeni, da ti si pol, tudi ko si bil mlajši, si probal čim več športov igrati, ker vem, da tu v dijaškem domu niste sam fuzbala igrali, ampak ste pol tudi šli košarko tam pred dijaški dom igrati in še kaj drugega, ne. Se pravi, si preizkusil se potem v večjih športih, ampak tekmovalno pa primarno v nogometu. Tako je vse, pa že če gledam od malih nog, od 5 let naprej, to je bilo vsega, to je bilo lovljenja, to so bile igre, to ni bil, res da večino je bil to travnik pa nogomet, če nisi imel žoge, si jo šel prositi, kdo ti je posodo, ampak to se je res preživelo po šoli, pa do mraka je bilo to igrišče. In to se je vse igralo, to ni bilo zdaj, zdaj bomo vedno nogomet. To pomeni, da velja tisto pravilo še pri tebi tudi, ti si ravno v tem obdobju, ko so se telefoni, sicer one stare regle, ko še ni bilo pametnih telefonov začeli, ampak zate še vedno velja tisto obdobje, ko ni bilo veliko računalnikov, telefonov in je bilo zelo veliko ulice. Zelo veliko je bilo ne ravno ulice, ampak igranja v prostem času, da se počakati prijatelje, da pridejo, da en žogo prinese in da se potem nabija, dokler se pač odzun tema ne spusti dol. Točno to je bilo. Od vrat do vrat trkaš, zvoniš, se lahko gremo igrati, to je bilo. Kjera mama pol poslala, dosti mama, ali kaj? Ne, ni bilo tega. Zdaj, bile so tudi stvari, mogel si imeti v šoli vse pošlihtan, če ne, to je bila v bistvu kazen, ti nisi mogel na igrišče iti. Danes mislim, da ni nobene kazni, če otroc doma reče, ne greš na trening. Mislim, da jim je bolj vseeno kot nam. Zdaj največja kazen, če mu telefon vzameš. To je res. Okej. Zdaj, če gledamo iz vidika prestopov potem med kategorijami, ti si že kot U15, vem, da za kadete tudi igral, Katera kategorija je bila tebi najtežja v prestopu, se pravi, ko si šel v višjo kategorijo, kje si imel največ težav ali pa največ, da si videl, da je res velika razlika, no? Edina razlika to mislim, da od U12 na U14, ker prideš iz majhnega igrišča na ta veliko. Mislim, da tam je neki cajta trajalo, da se navadiš, da zdaj pa na celo igrišče igraš. Prej je bilo tisto počez, 6x6, 7x7, ne vem koliko točno. 7x7, ja. Ja, ampak mislim, da tu je bil največji preskok, da se zdaj znajdi v veliko večjem prostoru. In tu mislim, da je kar trajalo nekaj časa, da smo dojeli, kaj v bistvu delati pol na igrišču. Pa ti si ves čas napadalcev igral, ali si ti spomniš tudi, da si igral v kakšni drugi poziciji? Od mlajših kategorij skozi napadalca. Skozi toliko te je gol zanimalo, da te kaj druga sploh niso hoteli dati, ali kaj? Ja, v bistvu res je, imel sem hitrost in tudi zdaj vidim, jaz vem, da zelo dolg, pa tudi čez celo kariero, jaz prijema nikoli nisem imel dobrega. In to je ena res taka lastnost, To te nisem naučil bolj. Ja, tega res. Zato, ker sem toliko svojo hitrost izkoriščal, da v bistvu jaz sem vedno iskal prazne prostore, uletavanje v prostor. To je kasneje tudi pol prišlo, da je malo težje, zato ko greš v tujino, pa se štoperji znajo bolj postaviti, pa ne rabijo biti toliko hitri, ampak da imaš pa kombinacijo tega sprijema, ko prideš po žogo, hitro obrneš, bi lahko pa veliko več potegnil iz sebe. To pomeni, če bi ti imel kvaliteten prvi kontakt z žogo, bi pol bila Premier Liga, ali kaj? Ne vem, če bi. To noben ne ve. Res je. Okej. Tu smo rekli, ko smo se pripravljali tudi da bomo probali malo hitreje vse iti čez, ampak čez to tvoje začetke, ker imaš pol en kup zanimivih vse en štorij, ampak iz mladincev v člane se je meni zdelo, da si imel ti en tak obdobje, ko se ni vedlo, a boš ti splaval, po domač povedano, ali ne. Se pravi, vemo, da mlajši kategorije si ti bil reprezentant, si bil stalno priključen tem selekcijam. V mladinskih ligah si bil vedno med boljšimi strelci lige, se pravi, to ni bilo problema. To, kar si prej govoril, smo z Jelenom, rečemo, imela tudi ene parkrat diskusijo, da ti ali šprintaš ali pa hodiš, ne, da teč ne znaš, da vse delaš ali maksimalno ali pa res počas, ne. Ampak ti si tam staknil eno poškodbo, ko si bil prvo leto član, če se jaz prav spomnim. Ali še kot mladinec? Ne, v bistvu malo kasneje pol. S članom sem se že malo priključeval, ampak takrat prvi treningi je bil Pavel Pini v Celju. On nas je že nekaj
mladih priključil na treninge, ampak tu je bil kar velik naskok, moram reči. In tudi največja pomanjkljivost, tista psihološka pol. Da imaš ti v glavi, da pašem sem tu. Ne? Mi smo prišli pa tja, fizično so bili ostali veliko močnejši in normalno, da se malo stisneš v sebe, sprejemti ne gre, podajati ne grejo, te starejši te pošljajo nekam vsakič. Ne? In je bil veliko tega straha je bilo prisotnega, no? Zaradi psiholoških stvari. Zdaj ko si tako rekel, ne, to je meni, rečemo, najbolj fascinantno. To tudi jaz tako, ko doživljam preskok mladinca v člane. Glavni problem je, kako je v tem moči predvsem mladinca, ne, da mu manjka ponavadi 2 sezone, da bi bil pripravljen za prvo ligo, rečemo našo ali pa ne vem, drugo ligo. Ne. Kaj si ti naredil takrat, rečemo, da si ti ulovil, se pravi, psihološko, da si prišel fit tak, da si bil konkurenčen pol tudi pri nas, se pravi, ker v drugi sezoni ali v tretji sezoni potem si pa ti naredil preboj, si bil glavni igrač v Celju, v bistvu, ker se te je potem tudi prodajal že počasi naprej. Ne? V bistvu je bilo lažje, ko nas je pol res veliko več prišlo. Mislim, da nas je bilo od te generacije naše že priključenih 6 mladih igralcev in je bilo veliko lažje, ko pa prej, ko smo šli po 2 tja, pa po 3, mogoče maksimalno. Ampak pol kar naenkrat nas je bilo več. In pol se drugače znajdeš v tistem prostoru, ko vse imaš pa nekatere okrog sebe, ko jih poznaš. Je pa res, da je fizično velika razlika enega, ko je star 28-29, ker je že 10 let v tem članskem nogometu, pa ti, ko si šele prišel. To ima kilometrine veliko več kot ti in sprijemov in strelov in vsega. In sigurno ne more biti to tako isti nivo. Čuj, mislim, a si ti, rečemo, kot mlad igralec ali pa ne vem, ti je klub ponudil nekoga, da bi ti bil kot starejši igralec, kot nek mentor? Pa ni bilo tega v bistvu. Si se ti, rečemo, potrkal komu ali pa stopil do koga, pa bi rekel, dej mi malo, a mi lahko malo pomagaš, ne vem, mi daš kak nasvet, kaj v tem smislu? Ne, v bistvu mogli smo splavati, mogli smo se boriti in če si vedel, kaj hočeš v življenju, če si se boril, odrekel nekaterim stvarem, pol si splaval naprej. Ne. Pa misliš, da bi ti bilo lažje, če bi se kaj tajega zgodilo? Da bi vedel, da je, ne vem, en starejši igralec zadolžen zate, zato da ti pomaga, da si ti splaval? Pa ne vem, težko razmišljam o tem, ker vedno v življenju sem si vse sam priboril, tako da malo je bil problem, ampak tudi ni bil tak velik problem, tako da. Pa kaj si imel ti takrat poškodovano? Kaj si poškodoval? Aduktor? Takrat je bilo ta športna hernija, ta kila ali koliko je nekaj prirojenega, ampak ko sem šel od doktorja do doktorja, to so bile različne diagnoze, nekdo bi to rezal, nekdo bi nekaj delal, nekdo bi terapije in res sem bil zmeden v tistem trenutku. Rekel sem si pa, da toliko mlad igralec pod nož še ne bom šel. Ne. In pol se je v bistvu vse ustavilo, 1 let sem bil čist ven pogona, po 1 letu sem pa rekel, nič, grem nazaj pa probati in na začetku so bile bolečine še prisotne, tako da sem treniral tudi malo s tableti pa to, ampak pol kar naenkrat je to zginilo. Kontaktiral me je tudi Brane Žibert, z njim sem začel tudi individualno takrat pol trenirati, ker je strokovnjak v svojem delu, kjer moraš biti telesno pripravljen, ve, kje začeti, koliko stopnjevati. In od takrat naprej smo sodelovali 10 let in lahko rečem, da je zaslužen za to, da nisem imel nobene resne poškodbe v karieri. Pa, evo, zdaj ta del, rečemo, je meni zanimiv. Ne? Se pravi, ti imaš ob treningih, ki jih imaš v klubu, ne, imaš še individualnega trenerja. Ja. Koliko je to, rečemo, bilo dodatnega treninga zraven? Rečemo, koliko si ti delal pol dodatno, individualno? Tako sem rekel, ne, se pravi, imaš ne vem, 5-6 aktivnosti v klubu, ne, koliko si lahko še potem zraven treniral? To je bilo odvisno, katera faza je bila. Je bilo to že tekmovanja, so bile to priprave.
Tako da v fazi, ko je bilo to tekmovanje, je to bilo 1 do 2 na teden. Začetek tedna je vedno bil, da si zbudil telo, regeneriral in pa aktivacija pred tekmo. Ko je pa bil pripravljalni del, je bilo pa to 3 do 5 na teden. Zdaj, odvisno, ob ostalih treningih. Ob ostalih, zdaj vedno je pa bilo to planirano glede na klub, koliko je treningov, koliko je vsega. To pomeni, da si ti povedal, kaj boš delal v klubu, si pridobil informacije ali pa kaj si, pa se je potem prilagajalo. Kako je počutje, koliko čutim, a bi še lahko naredil ali raje spustim, tako da vse je bilo sproti planirano. Pa tudi je kaj glede prehrane pa ostalih stvari, ne vem, meditacije, si tudi kaj tu zraven delal? Prehrana, ja, prehrana, dodatki, vse te stvari, nekatere vaje za doma, za zvečer pred spanjem, kak stretching, vse te stvari. Ok, odlično. Ker na koncu, mislim, z vsemi, ko se pogovarjam, ne, ko govorimo o tem, da so boljši od povprečja, ne, imajo potem tudi na koncu, ko se šteješ na letni ravni, če ima, ne vem, en igralec, ki je, rečemo, da povprečen 350 aktivnosti na leto, ne, potem tak, ki je uspešen, tako si ti, ne, ima pa, ne vem, ne 350, ampak ima, ne vem, 480 ali pa 90 aktivnosti. In je tu pač en del razlike, v tem, da vsi se pogovarjamo o tem še zraven, ne vem, ali so meditacija, ali so prehrana, ali so, ne vem, psihologi, ali se pravi, iščejo se dodatni ljudje, ki izboljšujejo performance pač konkretno tebe. Zdaj ti preden se prodaš, se pravi, imaš odlično sezono v Celju, ampak Ludogorec, smo se pogovarjala, te pride gledat, ne, in ti veš, da te pride gledat. Kaj se v glavi dogaja? Ja, to je tisti problem mladega igralca, ko so tu menedžerji, ko je tu, zdaj pa moram nekaj narediti. In to je največji problem, ker enostavno, jaz se spomnim tiste tekme, to, kot da bi mi nekdo ulil beton na noge. To nisi bil ne hiter, nisi mogel ustaviti žoge, ne nič. Tako da po tej tekmi vem, da smo v Velenju igrali, tudi nobenega kontakta, nobenega klica več z te strani. Ludogorec je tebe kontaktiral ali tvojega, ne vem, predstavnika, klub, kako je to potekalo? Ja, prek agenta v bistvu. Agent je mene kontaktiral, da pride to pogledat in da so v bistvu že odločeni. Da so že odločeni, da prijejo še samo eno tekmo in da se potem dobite, ali kaj? Tako. In ti odigraš tekmo in jih ni. Tako. In kaj se pa v glavi zgodi? Ja, pa traja neki cajt, mislim, da je kar mesec, dva, kaj zdaj je, kje se je zalomila, ne, čeprav je, sam pogledaš posnetek tekme, veš, kje se je zalomil. Ampak največji problem je pol to odmisliti, ne, pozabiti na to, iti naprej, tisti je pol nekaj časa, ker si le mlad, ostane v glavi, ampak mesec, dva pa je šlo ven. Ja, ok. In pol si imel dobro sezono še do konca in kaj se je pol zgodilo? Ja, tako sem rekel, ta 2 meseca, 3, ni bilo nič od nič. Ja. Potem pa po tisti pauzi, pa spomladanski del, ko si se pa spet sprostil, ko nisi razmišljal o ničemer drugem, ko fokus na trening pa tekmo, je pa avtomatsko vse gre samo od sebe, ne rabiš več razmišljati, koliko boš žogo udaral, koliko boš sprejel. Je bil tudi prvi kontakt, je bil dober? Je tudi bil dober, boljši. In pol konc sezone in kaj, prije klic ali kaj? Ne, po se je pa začela že druga in mislim, da takrat ne V bom bistvu, na ja, pamet pri govoril. nas vemo, kak je prestopni rok, oprosti, ko sem te prekinul, ne, se pravi, pač mi imamo do konca avgusta je v Evropi prestopni rok, tu se že praktično mesec pa pol igra, ne. Ja, tako da v bistvu je bilo 4-5 kol odigranih, tudi mislim, da sem golov bil blizu tu 4-5 in pred tekmo v bistvu zadnjo mojo za Celje, ko smo igrali z Olimpijo, sem dobil klic v bistvu, da ne da bo kdo gledal, ampak da je že vse odločeno, da to tekmo še odigram, ponudbo dobim na papirju in da se odločim. Ampak ti si meni rekel, da ni bila samo ena ponudba, ne, da ste imeli, ker jaz se spomnim, da zato malo izpostavlja, ne, ker pri nas je ful zanimivo to, da mladi igralci večinoma dobivajo priložnosti, ko je klub v finančnih stiski. In to je, rečemo, Celje v tem obdobju, ko si ti bil, je tudi bilo delno, ni bilo idealno, da bomo tako rekli, ne, in je bilo nekaj se more prodati, ne. Večina naših klubov, kakorkoli gledamo, ima cilj na letni ravni prodati vsaj enega, če ne 2
igralca, ker s tem si zagotovil obstoj. Ne. Zdaj, prodaja se ponovadi tisti, s katerega lahko ti največ iztržiš. Se pravi, v tej sezoni si bil to ti, ki je bil ta tarča. Ampak tebe so hoteli nekam drugam prvo prodati. Ne? Ja, bil je mesec dni prej, mesec pa pol, klih, ko smo začeli. Ponudba Kazahstan. Ampak mislim, meni je vse to šlo po glavi, kje je to Kazahstan, niti na zemljevidu nisem vedel, niti strah, kam bi to šel. In sem odločen bil, da ni pogojev, niti me ni zanimala, kakva je ponudba, niti nič. Ampak sem bil odločen, da ne. In pol je prišla še enkrat ponudba Ludogorca. Ponudba Ludogorca še enkrat in tudi takrat tiste momentu je bilo moje, veš kaj, ne, ni šans. Zdaj me zajbavate, prejšnjo leto noben ne kliče, zdaj pa spet kao to. In me sploh ni zanimalo in v bistvu je bil tista zadnja prelomna točka Jure Travner, ker je res bil v tem klubu že, ker sem se lahko naslonil na enega, da mi res povej, kakvi so pogoji, kako je to, a je dobra izbira za mladega igralca. Tako da Jure je res v klubu povedal vse najboljši in mi je bilo lažje to izbrati. Ok, zdaj, se pravi, vi se dogovorite z Ludogorcem. Prvi prestop, to mene vedno zanima. Kaj si se ti pozanimal? Državi, kulturi, jeziku, se pravi, kak izgleda zadeva, kako si se pripravil na ta prvi prestop? Mene je sam najbolj zanimalo, da je to Bolgarija, nisem vedel, koliko so to stvari poštimane, kakva so igrišča in me je zanimal trening center na splošno. Kam jaz to pridem, kje bom jaz to nogomet treniral in igral. In Jure je res glede tega trening centra in vsega res povedal vse najboljš, tako da mi ni bilo pol težko, da sem rekel, ok, grem. Če so res pogoji toliko boljši, pol nimam kaj razmišljati. Ja, pa, ok, zdaj nam povej, kaj to pomeni, kak je ta center pol? To je tisto, ko smo v Sloveniji rekli, kdaj bom na tepihu treniral. To je res. Mislim, kako zdaj izgleda center? Kaj oni imajo? To je nek zaprt kampus noter, kjer so, ne vem, 3 stavbe z restauracijo, sobami, fitnessom in ostalimi stvarmi, pa potem kaj, 4-5 igrišč? To se je zdaj naredilo, ja. A to je zdaj dobro? Takrat tega ni bilo. Kako je pa takrat Takrat je izgledalo? bil center na novo zgrajen, not vse te stvari, kaj smo rekli, fitness, savne, džakuzi, vse to, garderobe Ja. in pa eno igrišče res, kjer so sam člani trenirali. Bilo je igrišče malo nižje, umetna trava, tam je bilo za podmladek, ampak to z naravno travo smo uporabljali sam mi. Tako da to igrišče je bilo vedno res top pripravljeno. Pa so ga pol vsak dan tudi urejali, verjetno. Ne? Tako. Je pa trening center malo ven iz mesta, sam 2 minuti malo v hrib in to je res takrat izgledalo, kot da priješ da to ne more biti zraven tega mesta, ker ni realno. Ko pogledaš tiste vse zgradbe, mesto, pa pogledaš trening center. Ja, to sem jaz tudi z Juretom govoril, kak je pa mesto? Mesto zdaj ne vem kako je, ampak vem, ko si da ti prišel takrat, dol? ko sem šel, se je to že veliko gradilo in tudi zdaj, odkar se pogovarjam, to sta že 2 nova hotela stojita in vse te stvari se prav zaradi kluba dogajajo. Zato, ker enostavno mi v tistih letih sploh nismo smeli na svojem stadionu igrati teh Lige Evropa, Champions League. Do play-offa smo še lahko bili neki prvi, drugi krog, potem smo vedno igrali v Sofiji. Klik zaradi teh stvari, ker hotelov ni bilo v mestu, ker igrišče ni bilo dosti veliko, mislim, tribune. Tako da v bistvu vse te stvari so zdaj dogradili in zrihtali, da v bistvu tudi grupno fazo lahko igrajo na svojem stadionu. Okay, ja. Ker to pač v bistvu UEFA diktira, Tako. kako mora biti zadeva urejena, ker tudi pri nas v bistvu za Ligo prvakov, mislim, sam Maribor pa Stožice imata velikost garderob pa vse varnostne pogoje za to, da se lahko igra. Ne? Tako, pa ti rabiš tudi mesto, ker moraš imeti en hotel za domačo ekipo, en hotel za gostujočo, tretji hotel za sodnike. Tudi vse te stvari so not, ki jih to mesto v takratnem času ni imelo. Ne. Kaj te je najbolj presenetilo dol v Bolgariji? Razen tega, da je bilo mesto izgledalo, kot da je iz 1960. Presenetilo ekipa. Ko sem jaz prišel tam s to ekipo, pa s temi Brazilci, pa ko sem jaz to videl, koliko žoga to gre, kak tempo je to, nisem verjel, da bom zmogel jaz tu not, ker tega nisem enostavno bil navajen. Pri nas je res bilo vse bolj počas. Čeprav se sliši Bolgarija, pa marsikdo je rekel, Bolgarija. Noben si ni predstavljal, koliko je v tem klubu, ker noben nič ni vedel o njih.
Oni so se res takrat šele prebijali in zdaj vidimo, 12 let so že v vrhu, noben jim niti ni blizu. Dobar, sam bolgarska liga po rejtingu bi lahko rekli, da je v bistvu višja, ko smo mi, ne? Po lestvici verjetno, ja. Ja. Glih, ker tek že sam Ludogorec teh točk prinese ligi. No, dober, se tudi mislim, da Levski, pa CSKA Sofija, pa je kar nekaj klubov, Ja, vedno ki so v teh je na nekem nivoju, ne? kvalifikacijah, ne grejo takoj ven, ja. Ja. Včasih se jim zgodi tudi pridejo v kako grupno fazo, ampak Ludogorec je tisti vodiln, ko vse to vleče za sabo. To je res že ene 15 dobrih let, ne? Reč mi, se pravi, dol si prvi šok, se pravi, ti je to. Koliko si imel težave z jezikom, pa z kulinariko in z vsem ostalim, ali je to tebi ni bilo problem, je bilo to zelo hitro? To je šlo hitro. Si se naučil tudi jezika, pa tako? Ja, jezik je tudi šel kar hitro, bom rekel. Mislim, da je pol leta trajalo, da si lahko že normalno tudi govoril in vse. Vseeno je zelo podoben jezik in srbo-hrvaško sem znal že odprej, tako da hitro povežeš stvari in par intervjujev pa si not. Koliko je pa to primerjava, rečemo to je meni, ker sem imel to srečo, da takrat, ko je Celje bilo v pokalni prvak, ne, smo mi z Levskim dol igrali. Moram reči, da sem bil jaz bolj presenečen v Bolgariji nad medijsko pokritostjo celotne zadeve, ne. A tebe to, rečemo, presenetilo, koliko je to kamer, novinarjev, od vsega tega pompa okrog tega fuzbala? Ja, malo več je bilo kot tu. Mislim, pokritost, če primerjam pol Nemčija, Poljska, ni bila glih taka. Je več malo teh medijskih ur pa vsega, ampak vse ni bilo zdaj toliko, da bi rekel, da skozi novinarje okrog kluba, pa to pa ni bilo. Ti na začetku si rekel, da nisi dol igral, ne? Pa tako si rekel, ne, se pravi, v glavi se ti dogaja, a bom lahko dosegel standard. Kak je klub, rečemo, reagiral, glede na to, da se te pripelje kot okrepitev, pa ti ne igraš skoraj celo leto? Kak je, rečemo, trener, športni direktor, ste imeli kaj razgovorov, ste vi se kaj pogovarjali, kako boste zadevo spravljali, ali so te pa oni že v štartu rekli, mi vemo, da si prišel na nivo višje, te moramo počakati, da se ti prilagodiš? Ne, ni bilo nič pogovorov pa tega. Jaz mislim, ko ti priješ v tujino, ti si številka in enostavno meni se je to zgodilo, da bi v bistvu na koncu sezone se kar hitro lahko vrnil v Slovenijo. Prišel sem tja septembra in do marca v bistvu sem imel minutažo 2 tekmi pa pol. Slabe 3 bi lahko rekel. Pa nič golo. Tako. In potem samo en preblisk. Vem, da eno tekmo sem prišel v igro, dal 2 gola, 35 minut igral. Takoj naslednjo začel, ker so videli, aha, mogoče pa je zdaj to. Je moment, ja. Spet gol podaja, spet tretje začneš, spet 2 gola. In to je bil tisti prelomni trenutek, ko čez noč, ko rečemo v 3 tekmah, si ti rešiš, ti ustaneš, a ne. Ker vem pa, da sigurno v njihovih glavah je že bilo to, aha, okej, to gre stran, bomo nekaj druga pripeljali. Čeprav noben nič ni rekel. Jaz vem, ko gre to v tem klubu. Priješ tja, si številka, če ne gre, te zamenjajo. Če ne dosegaš stanja. Enostavno. Kaj si pa ti delal, rečemo, da si ti prišel do tega, da se je klik naredil v tvoji glavi? Ker nekaj si mogel vsem, ti nisi mogel ležati zdaj doma, ne? Zdaj že doma si rekel, da si dodatno treniral. Kako si pa dol funkcioniral, glede na to, da nimaš, rečemo, ritem tekem, pomeni, da je tudi ritem trening, sam ni isto kot tekma, kakorkoli ni, čustveno ni isto, za telo ni isto, ne? Kaj si ti zraven delal, da si ti vstajal ali pa da si nadgrajeval svojo formo? Res je, imel sem v bistvu cel čas kontakt z Branetom. Brane mi je sproti pošiljal plane, lahko sem delal malo več, fitness pa te stvari, ker veš, da pač nisi toliko v planu za igro. In pa tudi pomočnik trenerja, ta drugi pomočnik je bil zelo tak, da smo se zelo zbližala in sem veliko delal z njim, kar se tiče po treningu, tehnike, pa zaključkov na gol, pa mi je on centriral, pa vse te stvari. Čist neobremenjeno, pač nekaj za sebe, če ne igram, imam čas, lahko malo več energije potrošim na treningu. In to sem z njim delal in v nogometu se vse vrne, pravijo, ne. In res vsak trud se ziher poplača, sam ne smeš biti preveč negativen, samo pozitivno delati, pa
Če pa so drugi igralci tudi to počeli, ali si ti bil bolj tako izjema v klubu, da si to delal? Tisti, ki niso igrali, rečemo. Ne, to ni jih veliko tega res ne delali. In tudi mogoče je bilo tisto malo slabega občutka, misliš, zdaj vmes to delo bo nekdo mislil, ta dela zato, da ga bo trener dal igrati. Ja, pa sploh ni bilo to. se na koncu delaš zato, da boš igral, ne? Ja, ampak mislim tako, da bi zdaj pokazal, da pa ti moraš kar takoj zaradi tega, ker dodatno delaš. Ampak res v glavi tega nisem imel, ampak sam ta let moraš prebiti, da te ne zanima, kaj drugi mislijo. Deli to, kar ti misliš, da je prav, drž se tega in vse se bo povrnilo. Ker pa zdaj tu dol se ti je pa ravno kontra zgodil, ne, da si pol naslednjo sezono v Ligi Evropa imel odlično sezono. Ne. 12 tekem, 6 zadetkov, glede na to, da ste imeli zelo kvalitetne nasprotnike tudi, ne, si postal zanimiv pol tudi ne sam za Bolgarijo, ampak še za kaj drugega. Ne. Verjetno, ne vem, koliko je prišlo do tebe, to te nisem vprašal, koliko si ti dobil informacij, da se drugi klubi sploh zanimajo za tebe. Si imel, mislim, ti agent kaj klico, zanima se, ne vem, nekdo z Nemčije, nekdo z Nizozemske, kakorkoli pa če, ali je bilo to pač ono? To v bistvu moram povedati, da nikoli nisem imel agenta v karieri. Bil je prvi in edini Jahič, ki sem ga imel pri 18 letih, tisti 2 leti, koliko traja pogodba, potem pa celo kariero. Neko si rekel za Ludogorec, da si za agentom bil v kontaktu. Ja, ampak to agent ne, da ga imam jaz podpisan na papirju, ampak ga je Ludogorec kontaktiral, ti boš sodeloval, ti se pet od celje zmeniti, kakve so odškodnine, v bistvu bi se oni lahko direkt. Tudi sami, ja. Mogoče. Ja. Ne vem, kako te stvari točno potekajo, ampak to. Na papirju res pol celo kariero nobenega. Tako da to, ko si pol postaneš uspešen, je malo moteče, ker res fokus beži, ker vsak vidi, nima agenta, vsak bi te probal, vsak te kliče, vsak bi ti obljubljal, ne vem kaj. Kaj je v bistvu na koncu sploh res, pa kaj je realno, pa kaj je na papirju. Tega v Ludogorcu nisem nikoli imel v pogledu to, a je bilo kaj konkretnega, ali ni bilo. Tako da, kaj se je tam dogajalo, v bistvu mislim, ni noben konkretno prišel, ker do mene je prišlo en kup, ne vem, sploh, da se Bundesliga zanima za tebe, ne vem točno, kateri klubi so bili v igri, ne, in tudi so bile pač zelo lepe pač finančne številke omenjene, zaradi tega govorim, ne. In da v tem obdobju pač, da Ludogorec tebe ni pustil, ker je želel iti naslednjo sezono igrati Ligo prvakov, ne. Ja. Mislim, edina stvar, ko je tak, da je malo bolj konkretna bila, pa da sem bil peljan v to, je bil v bistvu Palermo. Tisto, kar se je pisalo, ostale stvari, Werder, pa te stvari, tisto res ne vem in bom odkrito povedal, pač ne vem, a je bilo kaj konkretnega ali ne. Vem pa, da Palermo je bil aktualen, je bila taka smešna anekdota iz ponudbe, ki je prišla od Palerma. In mislim, da Palermo, na pamet govorim, na začetku malo čez 1 milijon ponudil, so itak odbili vse in ko je pa cifra bila že 2 milijona konkretno, pa ko sem tudi jaz mislil, da to pa ziher bi mogli sprejeti, je pa menda predsednik poslal sporočilo, da za 2 milijona jim pošlje mojo sliko. Tako da to je edina taka stvar, ko vem, da je bila tu blizu, ampak iz tega ni bilo nič. Okay. V glavnem, na koncu ti si šel iz Ludogorca, ker ti je potekla pogodba, ker je nisi želel podpisati. Daj nam samo v 2 minutah povedati, kaj je bil glaven razlog. V bistvu žena je bila noseča in zdaj, ko se vrnemo k tisti zgodbi, kako je bilo mesto in vse, midva sva bila stara 24 let takrat in 25. In sigurno ti ni vseeno za prvega otroka. Veš, da ni zdravstvo poštimano v tem mestu, če bo kaj narobe, kam bomo šli, a ne. In to je bila največja skrb, da pač enostavno smo se odločila, da tam z majhnim otrokom ne bomo živeli. Čeprav je veliko drugih to delalo, ampak pri nama je bil ta strah. In potem smo pa tudi prišli v kontakt z Rijeko in mislim, da tu res, ko pogledaš vse skupaj, celota je res blizu si Slovenije, nekdo lahko prije pomagati, blizu imaš do doma
In je bila res taka opcija, da je bila v tistem trenutku najbolj smiselna. Pa si bil ti želja od Matjaža takrat, glede na to, da je bil Kek Dol, trener? Ja, mislim, jaz sem bil na vezi s športnim direktorjem Mancetom, ampak verjetno ne bi prišel do mene, če ne bi tudi Matjaž to želel. Tako da mislim, da nekaj časa je trajalo, po zimi smo se tudi srečali na prijateljski tekmi že prej in mislim, da so bili kar odločeni, da me pripeljejo v Reko. Okay. Zdaj, tu predvsem, se pravi, ti imaš spet odlično sezono v Reki, ne vem, kako si začel, pošteno povedano, si se isto lovil 2-3 mesece ali ne? Je bilo kaj? Ni bilo toliko. Ni bilo toliko. 4 tekme. Pa si bil noter, pa si začel zabijati. Tako, mislim, da tudi Matjaž je bil malo ziheraški pri tem in je res čakal trenutek, da igralec prvi nekaj naredi, da mu mogoče na koncu ne bi nekdo očital, aha, guraš Slovenca, ne. In vem, da sem prve 3 tekme začel na klopi, ampak ko sem prišel eno noč, smo v bistvu 3-2 zgubljali in sem dal ta gol, da nismo zgubili na 3-3. In naslednjo me je dal začeti in spet gol. In pol je vse steklo. In pol je tudi njem bilo veliko lažje mene pustiti, začeti pa vse, ker sem dosegel gole, dajo asistence in se je cela zgodba tako razvila, da v bistvu tudi on ni bil več pod nobenim pritiskom, da bi dobil kakšne očitke od zadaj in se je zgodba lepo peljala naprej. Daj, tu si nes rekel, da te mora nekaj vprašati. Ne? Zdaj, če mi dva iz samega igrišča izhajamo, ne? Takole ponavadi, se pravi, če jaz bom postavil nasprotno ekipo, pa bom dala takle, da igrajo nasprotniki v 4-3 v zadnji liniji, ne? Pa si ti kot mlajši si igral tega centralnega napadalca, ne? Ja. A si ti v Ludogorcu isto to igral? Ja, vedno. Tu vedno. In ko si v Reko prehajal, si isto to igral? V Reki je pa pol se začelo, da Matjaž v bistvu da bolj iz stranskih pozicij tudi, ker... A je imel težkega napadalca bolj, zato da se odloči, da te da na pozicijo, ne vem, zunanjega veznega ali pa zunanjega napadalca, ali je bil kak... Ja, vedno je kombiniral. Takrat vem, prvo leto smo bila 2 napadalca in ta drugi je bil bolj 16-ka igralec, bolj robusten, skok, zadržal žoge. Ta. In, in nas je v bistvu okrog njega postavil take hitrejše, da v bistvu on zadrži to žogo in da gremo povratno in iz drugega plana, da uletavamo. To me rečemo, mene zanima, tudi ko jaz kot trener, ne, se pravi, pač včasih pogledaš, ne vem, kaki so branilci, pa malo svetuješ, na kjer ga se ne vem, napadalce veže, ne. Drugo je zdaj, če ti rečemo, igraš na nek protinapad, je zadnja linija dosti visoko, boš poskušal čim večkrat uteči za njihovo zadnjo linijo, če imaš hitrega napadalca, tako sti, ne, pa se išče samo te neke globinske podaje, ampak če pa izhajaš iz tega, da je enkrat igra postavljena, ne, se pa dostikrat ti zgodi, da ti s hrbtom tukaj igraš, ne, se pravi, da je s hrbtom proti nasprotnemu golu, je pa spet logika igre zelo različna od trenerja do trenerja, verjetno, ne. Ja. Zato sem te hotel vprašati, koliko rečemo si imel ti različna navodila, ko govorimo zdaj, če gremo skozi celotno kariero, ne. Se pravi, moja osnovna zadeva, ne, lahko tam Toni še malo ve tudi, kaj je pri meni treniral, ne, je bilo ves čas, se pravi, da se išče od, ne vem, če imamo tu 2 vezna, ne, pa si ti napadalec, da se išče tu v tem nekem medprostoru ta globinska podaja, pa lahko prehaja, ne vem, drug vezni zraven, pa je povratna na tretjega ali povratna na istega, pa bo potem, se pravi, nekdo tretji ali tu utekal v diagonalo ali pač po liniji, da se potem, se pravi, da takrat, ko se rečemo zlomi ta zadnja linija, ne, ker štoper bo šel s tabo ven, ona 2 se ožala, ampak se tu dela ta prostor od zadaj, da se lahko ali tu noter uteka ali pač nekje v globino. Kakšne različne naloge si ti imel, rečemo, kot napadalec? V bistvu moja naloga je bila bolj držati te čim bliže njihovemu golu. In vedno so vedeli, da je tu hitrost, vedno so bili malo previdni in so se pomikali nazaj. Imeli smo pa tudi setko in v bistvu ta igralec je bil tisti, ko je v te medprostore iskal žoge. In on je imel nalogo, da se obrne.
Moja naloga je bila vedno držati, ne prihajati po žogo, ker potem gre obramba zraven gor. Držati jih čim više, če pridajo gor, imamo vsi prostor za zadnjo linijo. Malo bom sam dodal, da bomo imeli, rečemo, vse. Se pravi, kaj ste vi generalno igrali? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ne? Tako. In Pa to sta potem ta dva imela, se pravi, tudi nalogo, da te zadnje 4 visoko držijo gor. tako. In od tega je bilo odvisno. Ta, ko je sprejel žogo in ko se je obrnil, je znak za vse nas tri, da samo iščemo te žoge tu not. Da se uteka. Se pravi, Tako. ti si večinoma potem v teh nekih diagonalah noter utekal. Tako, ali pa če se je prebil centre, pol takoj not zapret. Okay. S kere razdalje si največ golov dal? Jo, ne vem, težja, ko je bila, lažje je bilo. Ne, mislim, Res, ne, mislim, ja. a ja, težje, ko je bila, bolj ko si bil težka žoga, lažje si dal gol. ali kaj? Težje, ko je bil strel, lažje sem dal gol, ja. Ker tam res ni bilo razmišljanja, veš, da pač Udariš in to je to. nikoli nisem maral 1-1 z golmanom iti. To ni bilo za mene. A to ni, Ne, nisi nikoli dosti treniral. ne. Druga situacija, se pravi, prvi kontakt pa 1-1 z golmanom. Ja. Ampak ne, zanima me, a ste vi imeli, rečemo, potem tudi, rečemo, tavareš konkretno. Ne? Zdaj, da mi govorimo, da se je ta obrnil, ta bočni tu noter uteka, ne? Kam je bila tvoja naloga, da tečeš? Tu noter, če je Prva tu vratar, v prvo, ali si imel cilj v drugo? Prva štanga. Vedno je bilo v prvo noter. Tako. Si imel kjerga trenerja, ki te je zahteval, rečemo, na drugo? Ne. Ne. In cilj je bil, se pravi, 5-metrski prostor. Cilj je bil, da odpeleš tudi igralce, tudi če ne dobiš. Ker tisti, ko bojo odzadaj prišli, naletavali in boš ti njim vse spraznil. Ja, se pravi, normalno, če boš utekel njemu za hrbet, boš tega zraven tudi vlekel. Ne? Ja. In potem v bistvu nastane na drugi dosti veliko prostora tudi. Okay. Kaj ti je bilo pa, rečemo, zdaj toliko različno, če si igral v poziciji tega zunanjega? Napram tem. Se pravi, zdaj, z njim si predvsem si držal dosti višine, ampak si dosti blizu gola. Se pravi, tebi ni bilo naloga, da prehajaš v med prostore. Ne? Ta pozicija je bila bolj, v Reki je bila, ko smo igrali na kontre, ker smo res imeli hitre igralce in tisto leto, ko smo osvojili prvaka, ko se je žoga vzela na naših 20, to je bilo 4-5 igralcev po 5 sekundah v njihovih 16. Je pa res, da to sem začel igrati bolj kot ne, takrat, ko je Srečko Katanc me začel postavljati v reprezentanci, ampak bolj iz obrambnih nalog. Zato, ker sem imel neko disciplino, imel sem energijo, tekel sem lahko veliko in je bilo bolj iz tega vidika. Ker vem, za mene ni bila najbolj idealna, ker ta igralec vseeno more prihajati tu not po žogo, pa se vrača z njo. Tako sem rekel prej, res nisem imel tega sprijema in sem imel probleme s tem, zato tudi nikoli nisem tega delal. Vedno sem nizko, da jaz uletavam ali pa tule not, da grem v globino. Nikoli nisem rad prihajal po žoge, ker pač delaš tisto, kar dobro delaš. Delal sem pa dobro obrambo in ni mi bil nikoli problem duplirati pa pomagati levemu, desnemu, bočnemu, kakorkoli iz teh pozicij in pol tranzicija kontra napadi. Pa rečemo, glede na to, da si to v Reki pol igral, pa v reprezentanci, si tudi pol v tujini vnaprej, si kaj ostajal na poziciji zunanjega ali si pol si zboril nazaj, da si na centralnem igral? Ja, v bistvu Nemčija, bi rekel, oni so me kupili kot napadalca, pa ene tekme nisem v napadu odigral. Ne. Vedno na tem levem ali desnem. Pa tudi Darmstadt je bila ta specifična zadeva v Bundesligi, to je bolj zgledal takle v zadnji 6-3-1, ne, bi rekel. Je to res bilo defenzivno. Si mogel Defenzivno, veliko nazaj, tako. pa si bil pa predaleč za gor zaid. Tako, zelo daleč od gola in v bistvu to so predolge distance, sploh v taki ligi, sploh proti takim igralcem. Ampak enostavno na drugačen način ni šlo, ne. Mogli smo vsi nazaj se boriti, ampak v Bundesligi vedno imaš ekipo, ko ti bo najdla luknjo, pa Ko tudi prebije Ja. to zadevo. tako. Ok, zdaj, če govorimo še sam eno situacijo tu noter, se pravi, če gledam, tako kot sem prej rekel, ne, se pravi, tu vi ste iskali, se pravi, da se ta obrne, zato da lahko ti se obračaš tudi naprej in naprej napadaš. Ne. Ampak
v poziciji tega zunanjega si pa večino časa naprej obrnen. Ti to ni, rečemo, prineslo pol malenkost prednosti na tip igranja, ko ga imaš ti. Ne, v bistvu, tudi, če pogledam statistiko, koliko golov sem dal iz teh pozicij, pa tega ni veliko. Večina mojih golov je bilo, ko sem igral v napadu. Bilo je pa tudi zaradi tega, ker ko sem bil tu, tako si prej rekel, a sem šprintal ali pa hodil. In zato, ker sem včasih lahko res se postavil tu not, počival, da si imel energijo, ko je prišla žoga v napad. Ker ta pozicija je pa gor dol. In tu si skozi na puls 180, box, ja. Prideš v šanco, ampak je puls tak, da enostavno Ni fokusa. slabo zaključiš. Ja. Ko si pa tu gor, pa lahko sam odločaš, kdaj boš napadal, kdaj boš presiral, kdaj boš malo spočil in lahko tempiraš to energijo, da ko prije žoga, da imaš energijo zaključiti uspešno akcijo. Koliko si imel pa, rečemo, obrambnih nalog, če si igral tu gore, rečemo, v tujini? Glede na to, da če danes gledam v modernem nogometu, ne, ta prvi pritisk se zahteva zdaj od napadalca, da je agresiven sploh v tej zgornji polovici in da če nasprotnik pripelje žogo potem proti prvi cone, se pravi proti naši prvi coni, načeloma ti pa lahko tam nekje počivaš pa markiraš zadevo. Ja, to sem jaz v bistvu vedno delal. Vedno sem si pogledal, kjer štoper boljši iznese žogo ven. In vedno sem probal, da igra drugi. Ja. Se pravi, si tega poblokiral zato, da je vratar igral na tistega, ki je slabši. Ne? In vedno, ko je on sprejel žogo, vedno sem želel takoj v pressing. Čeprav večkrat brez glavo in vse, ampak vedno sem hotel tega usmeriti, ker sem vedel, da bo naredil napako. Pa nam bo dal on žogo, ali se bo pa žoga v naslednjih 2 pasih vzela. To je bila moja vedno ideja v glavi. Nisem pa mogel mirovati. Večkrat vem, da bi lahko veliko več počival, ko tudi gledamo te. Ampak enostavno v klubih, kjer sem igral, je bila večinoma pressing osnova, ker smo res bili toliko boljši in vse in se je pričakovali, da bomo takoj v začetkih tekmo rešili, da bomo veliko golov dali. Tako da v bistvu edino, kar se je malo bolj obrambno postavljalo, pa to bolj taktično so bile te tekme Lige Evropa, pa to, kjer ne moreš kar iti ven odprto, pa od prve minute. Ok, zdaj, če se vrnemo malo nazaj, se pravi, kar si odigral, ne, reč mi, ti priješ v Reko, dobiš prvega otroka, ne, koliko se življenje spremeni? Ja, to je taka pozitivna stvar v življenju, da jo res moraš doživeti. Ni besed, da bi opisal v bistvu predtem, da to ne pride res. In takrat tudi ta Reka, mislim, da je bil cel sklop vsega, nogomet pa privat življenje, je bila res najboljša opcija v karieri. Tudi tam smo se najboljš počutili, tudi veliko kolegov pride tekme pogledati, blizu si, v kontaktu z večjimi ljudmi. In ne vem, kar presekalo nas je malo, ko smo šli v Nemčijo, kako je bilo življenje v Reki, pa kako je bilo kasneje v Nemčiji. Zdaj, za Nemčijo, se pravi ponovno, ti imaš dobre tekme, prva Bundesliga normalno je zanimiva za kogarkoli, ampak iz vidika zdaj imaš družino, je vseeno sama logika selitve pa malo drugačna. Malo si zdaj starejši, a si se zdaj kaj bolj pozanimal, v katero mesto greš, kako izgleda, si se kaj pripravljal tudi z jezikom, preden si šel v Nemčijo gor, glede na to, da ti verjetno ni to prvi jezik, kljub temu, da živiš na meji, a si ti že prej govoril nemško ali kaj? Ne, v šoli sem imel nemščino, ampak v bistvu nisem... Ni bilo uporabno. Ne, ni bilo. Si se kaj pripravil, preden si šel gor potem? Za Nemčijo se nisem čist nič. V bistvu to, od malega, jaz vem, da sem gledal te oddaje La Ola, ta Bundesliga prva, druga in vem, da vedno, ko sem bil pri babici za vikende, highlightsi Bundesliga. Tako da niti me ni zanimalo, kakvi so pogoji, sam sem vedel Bundesliga in sem hotel, mislim, v bistvu nisem se rabo kaj pozanimati, kam grem, ko tako vemo, da
Nemčija je na nekem nivoju, da Top 5, ne, liga, kakorkoli obrneš. tako. Kaj te je pa zdaj gor najbolj presenetilo, če gledaš iz nogometnega vidika? Je pa spet tisti tempo, spet neki drugi. A zdaj je še tempo, še bolj divji, ko je bil v Bolgariji. Ali kaj? Tako. Pa lahko rečeš, če zdaj naredimo usporednico. Se pravi, bolgarska liga je hitrejša kot je slovenska liga. Pa jaz bi bolj rekel fizična. Bolj fizična. Bolj fizična, bolj... Jaz mislim, da fizika je bila tisti največji problem. Aha, So okay. le močnejši igralci, ampak višji. tehnično pol ni to velike razlike. Pa mislim, da ni bilo tako, da bi res rekel, to je pa res velik preskok. Razen moje ekipe, ja, Ludogorca. Aha, tvoja To je ekipa bilo, pa ja. To je bilo. Aha, ostali pa ne, so pa tu Ostalo nekje. pa ne, ostalo je pa bilo bolj na moč, fiziko in Okay. bolj taka. Kaj pa zdaj Hrvati napram nam? Pogoji za delo ponovno, če gledamo. Ne? Zdaj reka, vemo, v tem obdobju isto so zgradili nov center, vse je bilo na nov narejeno v tem obdobju, ko je bil Matjaž Dol, se je zelo veliko gradil, pa zelo veliko potezno, ambiciozno, vse so na koncu pač tudi dosegli en kup stvari. Ne? Ja. Ampak spet pogoji za delo, pa tudi če si pogledal ostale klube, rečemo, tako sem jaz rekel, ne vem, v Bolgariji imaš zagotovo 4-5 odličnih klubov, tudi dobre infrastrukture imajo. Zdaj na Hrvaškem, kako si ti doživel? Si ti predstavljal sploh, da imajo oni tako dobro infrastrukturo? Ker, kolikor jaz vem, imajo pač vse nekoliko boljšo, kot imamo mi, ne? Nasploh, mislim, kot reka je res zgradila vse na novo in tudi ta trava, kombinacija 70-30 in Rujevica, kjer so se igrali tekme in igrišče od spodaj, je bilo ista zgodba kot Ludogorec, se pravi, spet si prišel na isto, ker vsem veliko kvalitetnejši trening v teh pogojih lahko narediš. Kar se pa tiče lige kot same, pa še ni bilo toliko poštiman. Ker vsem tekme, ko smo igrali, to polovica klubov si prišel, pa malo je bilo trave, malo je ni bilo. To so pa mislim, da zdaj pred kratkim, da je res cela liga so vložili v igrišča. Da so v bistvu je nogometna zveza Hrvaška. To je tudi Rožman je povedal, ja, da so vsi klubi imajo hibridna igrišča zdaj. Ne? To. Ker takrat, ko sem prišel, to ni bilo in tudi z Reko smo zaradi tega imeli dostkrat probleme igranja v gosteh. Ker mi smo bili navajeni te hitre žoge namočenega igrišča. Je bilo pa dosti ekip, ko si prišel, kjer je bilo vse suho, žoga skače in tu se nismo znajdli najboljši. In tudi rezultatsko smo na teh igriščih imeli dostkrat problem. Ne vem, če sem prej rekel, en pol cajt smo midva odigrala, ne? Približno. Zdaj, ko pa primerjamo Nemčijo, je pa verjetno vse skupaj čist nek drug svet, ne? Ko govorimo o velikosti lige, o gledanosti lige, o medijski pozornosti, vsem skupaj. Kako je to izgledalo, ko si ti gor prišel? No? Gor je pa spet tempo, ko res rečejo, da je tempo na treningu večji, kot pa na tekmi pol. In to je res veliko je igralnih oblik, ne komplicirajo veliko. Vse je to v neki igri, veliko kontaktov, duelov. Kar se pa tekm tiče, pa vse gledajo samo druge žoge odzete. Procentualno in vse in dueli. To jih najbolj zanima. Aha, ok. Se pravi duel, druge žoge, koliko se pravi po izgubljeni, kako hitro osvojiš žogo. Pa kaj si še rekel pa? Pa... Ta prehod ali kaj? Ne, prehod pa v bistvu, koliko si ti v šprintu bil na tekmi, Aha. Se pravi, monitoring sam tako. Tega. Se pravi, ti v Ludogorcu si že imel ta monitoring? Si že bil pod GPS-i? So že prišli, ampak ne takoj na začetku, mislim, da tisto zadnjo, tretje sezono. Kaj pa v Reki potem? Tudi je bilo, ja. Je že bilo? Je že bilo to, ja. Kaj zdaj pomeni, rečemo, a se ti kaj spomniš, rečemo, koliko si imel podatke ali pa se pravi rezultate v tem high intensity teku, ne? Ker verjetno to si mislim, da se največ gleda, ne? Koliko si imel v Reki, pa koliko si rečemo imel ti Bundeslige pol? Ne spomnim se nič tega, v bistvu tudi nekje je bilo to vidno, da smo mi igralci dobili pred sabo, tudi na Cipru mislim, da najbolj za vsak trening sproti. Nekje pa so to trenerji imeli za sebe in to nam niso dajalo. Vas niso obremenjevati hoteli s tem? Ne, pa če te je zanimalo, si ti dobil te stvari? Ne vem, verjetno bi jih, če bi... Aha, te ni zanimalo? Ne. Te je samo zanimalo, da igraš pa da zabiješ? Ja. Ok.
kaj je bilo, rečemo, od monitoringa, pa se bomo pol vrnila na sam trening, kaj je bil od monitoringa, ki smo glih pri tem, toliko razlika, rečemo, v Nemčiji napram ostalim, ali je to že zelo, zelo blizu? Ne, je bilo kar dokaj blizu vse. Mislim, da vsi ti programi pa GPS sistemi, ko so se delali, so bili dokaj podobni. Ni bilo to nekih razlik, tako smo rekla, šprinti, to je gledalo, nad 28 se je gledal, potem od 22 do 26, kakva je bila distanca. Ampak koliko se je, rečemo, iskal dolžine, da boš ti naredil na eni tekmi? Ni bilo nič kaj rečeno, koliko Aha, boš. ni bilo. Vem, da Poljska smo imeli to, tam se je najbolj gledalo, koliko si ti šprintov naredil, da si bil čez 28, kolikrat na tekmi pa na treningu. Oni so najbolj to. Nemčija, tudi trener bolj za sebe imel te podatke. Vem pa, da je bilo neudobno igrati v teh stvarih, v bistvu, ko ti stisne pljuča in vse in veliko težje dihaš, tako da nikoli nisem maral tega. Pa si premali, brezrokovni gar dal. Ne, bilo je pa malo kasneje, pa pol prišlo te polarove, prav spodne, te elastične majice, da je bilo veliko udobnejše, ampak je res, da ko se je to pralo, pa v sušilca dajali, so se te, ko utrip merijo, hitro uničile, tako da smo šli kar hitro nazaj na tiste brezrokavnike. Ja. Ok, dej, reči mi, kje ti je bilo, rečemo, najtežje, če gledamo zdaj vse te lige, iz vidika trenažnega procesa? Najtežje, govorimo se pravi, da je bilo količina tekem, veliko treningov, veliko potovanj tudi in vsega ostalega. Kje si ti, a si kdaj začutil, rečemo, da rečeš, ok, zdaj sem pa že utrujen, ne? Kot primer, ne vem, ko je bil Dalibor Stevanović, je rekel, pol leta v Španiji, po prve 3 mesece sploh ni bilo problem, ne, še verjetno cel adrenalinski in vse ostalo. Potem se pa začne nabirati, ker nismo v Sloveniji toliko navajeni, toliko dolgih poti, toliko intenzivnega treninga, toliko vsega skupaj, ne, in po 3 mesecih je rekel, da je bil napor dosti velik. Rečemo, Miha Zajc je rekel isto za Fenerbahče, ne, ko so igrali to Ligo Evropa, pa še reprezentanca, pa vsi pokali, pa Turčija, vemo, da ni najmanjša država, ne, da je veliko letal bilo in vsega skupaj, da včasih je skozi bil letališče, trening, letališče, tekma in tako naprej, ne. V bistvu največ tega je bilo, da je bilo to tekma sobota, sreda, recimo, ja, v Ludogorcu. Ampak ni bilo toliko naporno, zato ker se spomnim te sezone Liga Evropa, pa to, ko je bilo. Jaz vem, da v prvenstvu nisem igral skoraj nič. To se je igral tekmo Lige Evropa, pa ko je prišlo prvenstvo, a si mogoče bil na tribuni ali pa si prišel not 15 minut. Res smo imeli kombinacijo teh igralcev, številčno nas je bilo 25, razlik ni bilo velikih, tako da v bistvu je res, rotacije so bile, lahko si se spočil vmes. Tako da nisem občutil tistega, da bi mogel zdaj prvenstvo igrati, pa spet sreda, pa pol spet prvenstvo, tega ni bilo. Tega ste imeli dosti velik ruster, da so bili vsi v bistvu, a so vas pa kontrolirali tudi, rečemo, si ti zjutraj prišel, so preverili, kak imaš laktat, ali si že zjutraj vedel, ko si šel na WC, koliko je temn urin, v kateri grupi boš danes treniral? Ne, to je bilo tako mogoče enkrat na mesec, da so nam zmerili ta laktat, ko smo prišli. Sam pri sebi se mi zdi, da ni bil glih pokazatelj, ker takrat, ko nisem bil nič zmatran, je pokazal, da sem full, pa obratno, tako da ali je pa moje telo tako čudno naredilo. Ko si Travnarja prej omeril, ne, Jure je vedno rekel, da gor takrat, ko je bil v Angliji, ne, rekel, zjutraj sem točno vedel, v kateri grupi treniram, glede na to sam po barvi urina, ja, kaka bo, ne. Ok, zdaj, rekel si, da gor intenzivnost treninga, da je v Nemčiji bila še veliko večja, kot pa rečemo do zdaj, kar je bilo. Se pravi, mi trenerji, ko se tulimo hitreje, ne tulimo zastojno to na treningih, ali kaj? Sigurno ne. Ne, res ne. V Nemčiji je res tak tempo in veliko igralnih oblik, da v bistvu ne rabiš ti uro pa pol trenirati, uro 40. Res je tista ura 15, ampak to je toliko intenzivna, da občutiš pol, da si pa nekaj naredil na treningu. In tisto obdobje, ko sem bil v Nemčiji, vem, da ko sem prišel v Bundesligo, po 2 mesecih so zamenjali trenerja, je
spet pridemo na tis, da si v tujini le številka. A ne. Pride nov z novo idejo, z novimi stvarmi in te kar naenkrat ni nikjer. In jaz vem, da ko sam treniraš, je zelo težko tekmo igrati. Ampak v tistem trenutku sem jaz za reprezentanco vseeno prišel pa začenjal tekme. Pa ni mogel noben reči, da zdaj jaz manj tečem, zato ker v klubu tekem ne igram. Jaz sem bil toliko pripravljen, ampak to zaradi teh treningov v Nemčiji, ker je bila intenzivnost taka. Če pa si pol na reprezentanci, ko ne igraš v klubu, si kaj drugače motiviran, ko priješ, pa dobiš priložnost. Glede na, rečemo, zdaj karikiram, ne, zdaj ti si v Ludogorcu igral Liga Evropa, pa igraš dober, pa priješ za reprezentanco, pa veš, da zakaj igraš, zaradi tega, ker igraš v Evropi dober, ne. Zdaj, ko pa priješ, rečemo, iz Nemčije, pa ne igraš, ne, a si drugače motiviran pol, ko dobiš priložnost za reprezentanco, za tekmo, da odigraš. Da ko mi čakaš, da trener tam v Nemčiji, da vidi, da si pripravljen, pa da lahko. Je to, ampak ni prva stvar. Prva stvar je itak, ker priješ, pa oblečeš dres z državnim grbom gor. Druga stvar je pa sigurno ta, da ti manjka tekem, da si še dodatno motiviran, ker vsake toliko cajta odigraš eno tekmo, če v klubu nič ne igraš, a ne. Si pa tudi na nek način bolj spočit, mislim. Vemo, da tekma vzame največ energije, največ mikropoškodb se naredi. Tako da, če si se pripravil na to reprezentanco, toliko, da si še nekaj dodatnega naredil, tako sem jaz, ni bil noben problem tekme odigrati. In vem, da mi nikoli ne bo mogel noben očitati, da nisem dal vsega od sebe na To ti je tisto, ko te pozna, res težko, da bi ti to očital. Ampak reč mi, a si v Nemčiji tudi potem prakticiral, da si še dodatno zraven kaj treniral? Tudi ja. Tudi se spomnim, da me je Srečko poklical po tekmi Slovaško in Litvo. V bistvu je bila tista Slovaška res odločilna tekma gor pri njih, da bi imeli še možnost iti od kvalifikacije. Takrat smo bili v grupi z Anglijo, Slovaško, Škotsko. Takrat me je poklical po tistem ciklu takoj, da naslednji cikel sem zraven in da tudi nekaj dodatno naredim. Čeprav sem že to delal, sem vedel, da sem tam in sem lahko stempiral v tistem mesecu točno kako bomo. Seveda s pomočjo Braneta, ne, z njegovim programom in vse. In mislim, da sem se kar zelo dobro pripravil, glede na to, da nisem bil 7 mesecev, nisem imel tekme, sem mogel na Wembleyju, sem odigral 70 minut. 70 sem zdržal, več res nisem mogel, dvignil roko, grem ven. Ampak sem 70 minut oddelal svoje. Pa misliš, da je to tudi zaradi tega, ker imajo pa Angleži tudi drugačen tempo, pa se mora tudi telo tega tempa navaditi, ali je bil kak drug razlog? Ali je pač bilo to zaradi tega, ker si imel primanjkljaja količine tekem? To je primanjkljaj tekem, ja, zato ker tam 70 minut, pa to moraš vsakič duplirati Rashforda, pomaga desnemu beku in ni enostavno, res veliko energije zgubiš. In če nimaš tekem, je to tisti del, ko pa tudi s treningu težko nadoknadiš. Ok, zdaj, ko si tako omenil Rashforda, v tvoji karieri, kjer nasprotni igralec te je najbolj fasciniral do zdaj? Gareth Bale. Zakaj? Malo čudno verjetno, ampak Davče tega. igrali smo proti Realu in on ko teče, to v bistvu glava je ravna in on je kot da lebdi nad igriščem, kot da nog sploh ne premika. In to mi je bilo, takrat ko sem njega videl, mi je bilo tako fascinantno, da nisem mogel verjeti, da kaj takega obstaja. Je tudi toliko hiter, ali kaj? Ja, hitrost nasploh in tiste noge, ko delajo, to glava je ravna. Glava se ne premika, ne levo, desno, ne gor, dol, ampak res samo ravno, kot da se s kolesi pele na nečem. In tega trenutka ne bom pozabil. Kaj pa te dueli, pa to rečemo na eni taki tekmi, ko igraš, tako kot si rekel, ali so angleški reprezentanci, ali so to igralci Real Madrida, ko smo imeli tudi priložnost, ne? Kako to izgleda, rečemo, en duel? Je to tudi duel pol na višjem nivoju, glede na to, da je že tempo sam na višjem nivoju? Kaj si ti doživel, no? Ja, sem kar občutil, da Kdo te je tak najbolj odlomil? Ramos je bil kar tak, ja, da je znal tudi malo odzadi, ampak njegova moč tudi, ko je dvignil roko, ko se je zagradil, to centimetra ne premakneš te roke, tako da je drug level moči pa vsega. Ampak spet, ne, meni je fascinantno bilo, ne, ena izjava od
Ronaldinho enkrat ne, rekel, da zakaj je Barcelona tako dobra, zato ko več trenirajo, kot pa vsi ostali. Ne. Recimo v tistem obdobju, ko je on tam igral. Ne, in da vsi, ko prihajajo v te velike klube, morajo vedeti, da morajo nekaj več tudi dati. Ne. Ok, a bi še kjer ga izpostavil slučajno tak? Ne bi. Kjer je pa najbolj, s katerim si igral? Težko rečem, da bi bil en tak, da bi res ful izstopil. Vedno so bili v ekipi, ne vem, 2, 3, ko so potegnali cel os naprej. S katerim veznim si najrajš imel, da ti je boljše žoge porinil tam, da si lahko zabijal? V bistvu ta v Ludogorcu, Marcelinho. Aha, On je bil Brazilc, tudi zelo hitro dobil potni list v Bolgarije, tako da je tudi za bolgarsko reprezentanco ima kar nekaj nastopov. Koliko jezikov ti zdaj govoriš? Da govorim tekoče, pa to 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pa še 2 zraven razumeš, ali kaj? Ja, Kaj zdaj govoriš? Se pravi, govoriš bulgarsko, ok, itak slovensko, hrvaško, nemško, angleško, poljsko. Poljsko razumem dost. Bi se lahko zmenil, ne? Bi se lahko, ja. V bistvu, ko sem bil na Poljskem, ko sem se naučil tudi jezika, jaz sem tudi normalno govoril, normalno se sporazumeval, ampak sem se lomil, zato ker je bolgarščina bila tu problem. Zelo podobno tudi. In ko sem se naučil poljsko, sem bolgarsko pozabil. Tako da je bil tisti problem. Aha, ok. Na Cipru je pa v bistvu smel fizioterapeuta, ko je bil Bolgar, in sem tam hitro dobil to bolgarščino nazaj, ampak je šla poljščina zdaj bolj iz glave ven. Aha, ok. A ja, zato praviš, da bolj bolgarsko govoriš kot pa poljsko. Kaj ste pa na Cipru v klubu, kaj ste govorili? Angleško. Angleško. A ni bilo vpliva? Ne, veliko tujcev, mislim, da nas je bilo kar 15, 16. Pa tudi trener, ali kaj? Ja, trenerji so tudi, dosta je menjal tam tudi trenerje, tako da en je bil edino domačin, drugo pa Italijan, Nemec. Ok, zdaj smo omenila, se pravi, še Poljsko pa Ciper zraven, ne? Reči mi, koliko je razlika v samem trenažnem procesu med različnimi, rečemo, državami generalno, ne? Ker ponavadi je dosti podobno, zdaj ne vem, koliko si imel tujcev pošteno kot trenerjev, ne? V Nemčiji si večino imel Nemce verjetno, ok, se pravi, v Reki si imel pač našega trenerja, a si imel na Poljskem Poljaka? Ja. Ja, Ciper. Ciper sem imel Italijana, Nemca, pa Ciprčana. Pa Ciprčana, ok. Ampak če gledaš, se pravi, ponovadi se vsem poskušajo tudi tuji trenerji prilagoditi glede na zunanje okoliščine, temperature in vse ostalo, da podobno potem poskušajo funkcionirati nekje kot domači klubi, ne. Ampak če gledaš sam trenažni proces, kje ti je zate bil najbližji, rečemo, pa kje ti je bil najdlje? Kaj ti je tebi najbolj odgovarjalo? Rijeka. Rijeka, zakaj? Veliko se je delalo na tem sprejemih pa podajah. To je bilo res veliko drila in jaz se spomnim, saj tudi če pogledamo zdaj, koliko igralcev je Rijeka prodala, to so bili igralci, ko so bili nedodelani, ki so v bistvu pod Matjaževim vodstvom toliko nadgradili tehniko in vse elemente, da so res na igrišču izgledali drugi igralci. In to sem jaz tudi občutil, ko sem šel v Nemčijo, pa sem se čez 5 mesecev vrnil nazaj v Rijeko. Naša 2 vezista, ko sta bila prej včasih nesigurna, pa nisi vedel, a bo ta držala to vezno linijo skupaj, pa to. Pridem nazaj z 2 igralci na hrbtu, brez problema, držita žogo in se cela ekipa počuti močno, zaradi tega osrčja ekipe. Ker sta bila toliko močna na žogi, da enostavno veš, da ne boš zgubil tam žoge, ne rabite biti straha, bo zdaj že kar 2 koraka se vrnil, ampak samo razmišljaš, koliko bo šel naprej. Ja, pa kaj je, rečemo, bilo potem ključno? Neka sama dinamična tehnika bila to, kar rečemo, ko je pomagala ali skozi igralne oblike ali... Oboje skupaj. Oboje skupaj. Ja, ker res je bilo drill, to je bilo ogrevanje ali pa včasih še več, sprejmi po 90, sprejmi po 180. Potem pa še igralne oblike v kvadratih
Dej malo skrivnosti, sem še Matjaža, ko ga dobim, ga bom tudi probal tu noter, ravno te stvari. A ima on, rečemo, tako, se pravi, da si ti vedel kot igralec, prvo je sprejem naprej, drugo bo neka povratna, tretje bo nekaj tretjega in da ste to ponavljali iz treninga v trening. Ja. Pa kjeri so bili, rečemo, te ključni momenti, ki jih je on zahteval pol? Ja, odvisno, kaj smo delali. Zdaj ja, smo delali 10-0, v bistvu neke ideje, kaj bomo na tekmi speljali. In to je mogel biti in sprejem, in pogled, in podaja vse v tist, kar je on rekel, da bomo mi delali. Ker je vedel, da sam na tak način bo avtomatizem prišel, da bomo res to speljali. In tam ni bilo, da si boš ti zmislil, zdaj pa jaz na enega druga podal. Ne, točno tako bo on postavil, tako bomo zdaj to delali. In je potem tudi... In je potem igra veliko bolj stekla, ker je vsak imel idejo, ker je na tekmi točno vedel, sploh nisi več rabo razmišljati, sam šel si, to je enostavno, to je zdaj že 100-krat na treningu prišlo, na tekmi bo tudi ne. Tako da iz tega vidika res ni bilo to, zdaj vsakič bo neka druga vaja, ponavljal se je ta tehnika dinamična pa to. Ampak toliko je teh ponovitev, ko jih pač moraš narediti, če hočeš iti level više. Ampak kaj ste pa, rečemo, v dinamični tehniki delali tajega, da si ti vedel, se pravi, ker to ste verjetno imeli pol tiste trikotnike, kvadrate, rombe, a ste to delali pri Matjažu? Ja, vse te stvari. Ja. Kaj je bilo, rečemo, kaj so bili poudarki generalno, če se še spomniš? Če vzamemo, ne vem, en trikotnik, kaj je bilo vedno prvo? Bolj bi rekel kvadrat, pa ta sprejem po 90 stopinj. Okay. Ti, ko sprejemaš žogo, da takoj v gibanje sprejmeš. Se pravi, sprejem naprej? Sprejem takoj stran od igralca ali dva takoj kontakta, v prostor. Tako. Z bokom nastavljena žogo. Ja. Rad bi vseeno, veš, da tudi, ko bo kak trener mogoče, da bom pozorn na te stvari, ker se mi zdi, da smo premalo pozorni in večkrat, ko nam nekdo kaj pove ali pa ne vem, zakaj je en trener bolj uspešen, dostikrat prijemo do tega, da je kak detajl, ki je absolutno igralcu na koncu pomagal na igrišču, zato da je boljši in potem je tudi trener normalno boljši. Ne? Ker kaj druga varianta je pa potem bila verjetno kakšna povratna dvojna ali pa povratna pa na tretjega, ste to tudi imeli dostikrat noter v tej dinamični tehniki iz enega kontakta. Tudi je bilo to in potem se je to vse skupaj spravilo v kvadratu, v bistvu bi rekel, včasih je bil pravokotnik, včasih kvadrat, odvisno koliko je bilo igralcev naenkrat. Včasih smo z manj številčnimi igralci delali, včasih več. In to je bil sam pretok igre, da je bila žoga da je bil čim krajši čas med sprejemom pa podajo naprej. Ampak ne, da se vrtiš okrog kvadrat, vedno je rekel, ne igramo rokomet, ampak obvezno v sredini iskati igralca v sredino, pa da on odloča, a bo obrnil glih to 180 stopinj, ali bo takoj po 90 odigral na naslednjega. Tako da veliko tega drila je bilo, ki je pa pol na tekmi se videl, da vse hitreje delamo. In pol se pravi, če govorimo o uvodnem delu treninga, ste delali dinamično tehniko, ste pol večino prehajali pa v igralne oblike. To je igralne oblike. Koliko so bile pa številčne te igralne oblike? Zdaj, če rečemo kvadrat normalen, je bilo to 4x4 plus joker ali pa 2. Če smo dali pravokotnik, je to samo podupla pol. In veliko teh nalog verjetno vmes. Ja, je bilo pa 6x6 plus 2 ali pa kaj takega. Pa kaj naloge so bolj bile, koliko ne vem, ta Barcelona 3 plus 4x4, ko imajo, ne, ko je se predvsem išče vedno globina, čim večkrat globina. To je bilo v bistvu, te igralci so bili ven iz palic, od zunaj in ti samo prestrežeš lahko žogo, ti ne napadaš igralca. Te igralci, ko so od zunaj, pa čim hitreje sprejem pa podaja naprej. Lahko si vzel žogo sam tem jokerjem v sredini. V sredini noter. Ja. Se pravi, reakcija na njih je bila bolj kot ne, ostalo pa sam, da se usmerja. Na njih. Bilo je pa tudi poudarek, da se more večkrat na njih igrati, ko pa okoli. Kje ti je bilo pa najbolj težko trenirati iz vidika, da niso to treningi za tebe? Nikjer. Smisel še rekel Poljska. Ne, ni v bistvu... Je bilo vse ti dosta okej? Ja, okej. Če damo to Turčijo zdaj not. Aha, ta zadnja varianta. Ja, to pa ni bilo v bistvu iz tega vidika, ker tempo zelo slab. Tempo, mogoče začetek tedna, kaj narediš takega, da je s tempom pa vse, pa to gre kar vse dol. Pa je ključen moment trener, se tebi zdi, da ustvarja ta tempo ali igralci? Ja, trener.
Aha, se pravi, na kak način pristopi, zahteva, kdaj te pritisne za to, da ti nekaj več narediš, pa kdaj ne. Jaz sem bil v turški drugi ligi in tam je trenutno tako, da tujec ne more biti trener. In mislim, da ni moje zdaj, da ocenjujem, ampak A ja, v drugi ligi ne sme biti, ker v prvi so, ne? v prvi so, Ja. v Superligi so lahko, Ja. v drugi pa samo Turk je lahko trener. In mislim, da niso toliko izobraženi v bistvu, da so blizu tem trenerjem, ki sem jih dal v karieri čez v teh različnih klubih. Turšk pa ne govoriš? Ne. Si probo? Sem, Mal. beseda po beseda. Glavno, prodal te ne bi, ali kaj? Ne, to me ne bi. Ja, okay. Zdaj, če gledamo iz vidika samih ciklizacij, ne, to zdaj tudi malo kot trener boš vse bolj, verjetno te bo zanimalo, ne, koliko ste imeli, rečemo, če je bil nek normalen cikl, sobota, tekma, ne, ste imeli večino v vseh klubih nedeljo regeneracijo, ponedeljek prosto, Nemci itak imajo v zakonu, da mora en dan imeti prosto, ali so vam dali večkrat po treningu prosto, pa potem ponedeljek neka regeneracija, kako ste imeli to narejeno v tem prvih 2 dneh po tekmi. Ker vemo, da to, kar smo prej govorili, ne, 70 minuta, nisi navajen, glikogenske zaloge, tiste, ko zanima, kaj to pomeni, smo imeli oddajo s prehrano z Jano, Toni Levec, se upravičujem, Jana, kako regenerirati in vse ostalo, ampak nogomet je toliko specifičen, da res tisti, ko gledajo, zakaj mi ne igramo vsak naslednji dan ali pa da bi imeli samo en dan pauze, mi glikogenskih zalog ne moremo nafilati nazaj v 48 urah in je zato obvezno vsaj 2 dni pauze. Zato me zanima, kaj ste vi, rečemo, v večini klubov delali prve 2 dni? Kaj je te bilo, rečemo, da si doživel, no? Bilo je različno. Nekje je bilo, da je bila, če v soboto tekma, nedelja zjutraj regeneracija in potem v torek zjutraj prvi trening, uvodni. In v torek bi bila 2 treninga. Nekdo je dal pa nedeljo prosto, pa da je bil ta uvodni trening ponedeljek popoldan, da si v bistvu takoj bil. Ampak je bil še vedno tako nizko intenziven. Ja, da si prišel v ritem in spet torek sta bila to recimo 2. Torek večinoma 2, pa bilo smiselno, popoldanski tist, ko te že razbijajo ponavadi na kakih hitrosti. Ne? Ja. Fitness, hitrost. Ja, fitness zjutraj pa hitrost popoldan. Sreda večinoma. V sredo se je pa pol začelo malo tehnike, pa tega, četrtek je pa že priprava na naslednjo tekmo. Pa sreda je še bila tako velike intenzivnosti v igralnih oblikah. Igralne oblike, ja. Večinoma 3x3, 4x4, 5x5. Ja. Pa pol četrtek, petek, pa že potem proti moštveni taktiki. Ja, petek najbolj, pol tist 10:0. Ja. Si kje doživel, da si imel, rečemo, torek pa četrtek vrh, da si imel ponedeljek, rečemo, prost ali pa lahek, pa torek špica, pa sreda lahek, pa četrtek špica? Ja, v bistvu ta Italijan na Cipru. On je vedno tako dal, da v torek je bil tisto udarn takoj. Nedelja zjutraj regeneracija, ponedeljek fraj, v torek 2 težka treninga. Ampak takoj pol iz tistega spuščal dol. Ni bil pol četrtek, da je spet... So bile igralne oblike take, ni bilo zdaj nekega šprintanja, pa to na suho. Ampak torek je dal tist... Kje si bil pa najbolj pripravljen od vseh? Različno. Čisto različno, od kluba do kluba, pa... Ne, kje si imel ti občutek, da si bil najbolj pripravljen kondicijsko? V Nemčiji, takrat, ko sem gor prišel še. Aha. Ne pol, ko sem nehal tekme igrati, ker pol vem, da sem padel. Ker brez tekem tudi ne moreš tega nivoja držati. Ja. Čuj, kak je pa, rečemo, ko si zdaj parkrat si omenil tudi z Branetom, da se pravi fitness in vse ostalo, koliko je pa, rečemo, fitness v tujini standard v klubu, da se dela? To je bila taka situacija, da on je dostkrat k meni prišel tudi. Ne, mislim, zdaj prvo sam klub, kak je to funkcioniral. A ja, v klubu? Ja. Ja, nikjer ni bilo nekaj tega. Matjaž je v bistvu prepovedal, reki to... Aha. Imeli smo fitness, ampak da ne bi kdo na svojo pest kaj delal, ne. V bistvu, Je hotel imeti kontrolo. Ja, če je pod kontrolo, pa če je bil ta fitness trener tam, okej. Ampak niso bila to neka uteži dvigovanja, pa to, ampak bolj druge
take Okay, vaje. se jaz ne bi zdaj, da bo mogoče da je Braneta probal poklicati rajš na kak način, če bo pripravljen povedati, ampak z Branetom sta pa delala tudi velike kile. Točno to, midva smo pa v bistvu takrat od tistega mojega 21-20 leta smo postopoma rešla in pripravila telo na prvo z malimi. In vedno, ko je bila tekma, ko so mene videli, da tam dvigujem tiste, a ne. Oni niso razumeli, pa oni ne, za glavo To držali. tudi v tujini govoriš zdaj, ali kaj? V tujini govorim, ja. Ker oni, ko so videli, on je prišel, pa veš, da pol, nekdo je nov, kaj delamo, ne. Ja. In je bilo povsod malo tak čudno občutek, ko niso tega razumeli. Midva smo to, je par let trajalo, da smo midva to telo pripravila na te stvari. Ja. In to niso ponovitve, da ti zdaj tam daš 200 kg za noge, pa boš 20krat naredil. To so ponovitve od 4-5 maksimalno. Ja. Ena ogrevalna, pol pa to. Samo to, da spraviš ta tonus, no, da zaščitiš ti mišice za tekmo. Ja, pa aktiviraš živčevje, pa Vse da si to, pripravljen ja. pol za, okay. Ker zato me pač sprašujem, ne, ker balje Poljaki, ne, to je pa tudi Uroš rekel, ne, Korun, tam pa je fitness, tam pa, ampak oni, če zdaj malo karikiram, ne, ti kljub temu, da si celo kariero v fitnessu noter, ti nisi zdaj na mišični masi pridobival, ker je smiselno bilo razporejeno, kdaj, kaj, zakaj, ne. Točno to. Kaj pa Poljaki pa dvigujejo zato, da nabijajo tudi mišice, pa da dobro izgledajo, kaj? Ja, pa mislim, da mi smo imeli kar pametnega takega trenerja, da ni bilo toliko spet s temi kilami. Dosti je fitnessa delalo vsak teden, ampak da vseeno bilo malo bolj so bile elastike pa te stvari prisotne. Ni bilo tiste surove moči, da ti zdaj tiste utežke gor meče. Edina stvar, ko se tam spomnim, je bil, bench je bil. To je pa bila edina taka stvar. Drugo se ni delalo na teh napravah. Na lepotnih popravkih. Ja. Okay. Dej mi reči, kosti, glede na to, da zdaj počasi, kljub temu, da bi še lahko verjetno 3-4 leta igral na top nivoju, si se odločil, da daš to profesionalno kariero na klin, ali če bi še prišla neka zanimiva ponudba iz Slovenije, bi jo zagrabil. V glavi midva smo zdaj govorila, ta Poljska, smisel, da je malo več tega fitnessa bilo in vsega ostalega, pa da so te tam probali tudi kaj drugega, ampak jaz bi zdaj vseeno se vrnil nazaj čist na tebe in na neke tvoje, te osnovne poglede ali pa principe, kako si ti funkcioniral, ne. Zdaj, vsi vemo, da ko si ti, ne vem, 16, 17, 18, malo smo ludi vsi, malo smo objesni, malo vsega skupaj želimo ali pa si mislimo, da se bo vse samo zgodilo, pa da nam pripada. A si imel ti kdaj, ko si bil mlad, ta občutek, če gledaš zdaj za nazaj, ne, se pravi, da nisi vsega naredil, kar bi lahko naredil za to, da bi uspel v karieri, kljub temu, da si imel dobro kariero. Da bi lahko iz svojega obnašanja kdaj kaj narobe naredil, ali pa da ti ne bi zaradi tega uspel. Ja, ampak do tega moraš priti, v bistvu, ko smo bili stari 14, 15 ali pa še manj, ko ti trener hoče nekaj dopovedati, ti njega nikoli ne boš razumel na način, ko zdaj razumeš te stvari, a ne. In vedno, ko smo bili tudi, ko so bili igralci, ko smo rekli na 30, ko ti je kaj svetoval, nisi vzel resno, zato ker enostavno ti moraš to fazo dati čez, da ti začneš ceniti neke stvari, tudi na treningih, da priješ tja, pa se vlečeš na treningu, pa ti trener reče, da to ni v redu, ti ne boš vedel, zakaj ne. Zdaj vidiš, zakaj, ja. Zato, ker vsaka ponovitev več, vsaka uspešna ponovitev več, se to samo kupčka. Zato imam jaz te intervjuje, zato da vi povete, kako se zadeve lahko furajo, pa kako ne, ker je pol meni lažje, ko delam z igralci. Ampak kaj je bil klik, se pravi tam, a je bilo to, da si bil ti poškodovan, pa da si iskal rešitev in si ugotovil, da je to tebi dobro bilo, ali si tudi samo enemu trenutku rekel, če hočem jaz nekaj več narediti, pa to bi lahko bil moj en del življenja, v katerem jaz uživam, rad igram nogomet, vse ostalo, da bom nekaj več naredil. Ja, to je bilo v bistvu, jaz nisem se nikjer drugje videl, jaz ne vem, kaj bi bilo, da ne bi uspel. Verjetno bi imel velike probleme, ker
Jaz sem videl sam nogomet in jaz sem vedel, da moram nekaj uspeti. Jaz sem vedel, da moram nekaj narediti sebe in enostavno, tako sem rekel prej, pač sem eno tistih, ko sem splaval. Malo je takih, pa vemo, da so bile to zelo dobre generacije v teh mlajših letih. Ampak ko tu pride ta srednja šola, pa polnoletnost, pa vse te stvari, je veliko drugih dejavnikov, ki vplivajo, v katero smer se bo tvoja kariera odpeljala. Sam je ena razlika med tabo pa med ostalimi, ne? Da ti, ko si imel krizno situacijo, si ti iskal novo rešitev. Vedno sem se boril, ja. Ampak to ne moreš naučiti, jaz mislim. To moraš doživeti, to moraš na tak način, zdaj sem malo zatrokiral. Jaz sem imel zelo težko otroštvo in to bomo čisto ven spustili, ampak jaz imam to borbenost glih zaradi tega v sebi. In ko se jaz nekaj odločim, da sem za nekaj boril, jaz vem, da bom uspel. Jaz vem, da bom to zboril in to je taka stvar, ko se je ne moreš naučiti, pa če jo imaš v sebi. In so plusi, pa so tudi minusi iz teh stvari. Sej, jaz dostikrat omenim to, ne, da res mi je fascinantno, ko veš, s kom vse si delal, ne, ali pa koga si imel ti kot trener, s kako odgovornostjo imaš koga kdaj. Ne. Ampak je neko nepisano pravilo, da velikokrat otroci, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, se pravi, ali so finančne težave, ali so kakšne druge težave v družinah, ne, da so ti otroci drugačni in se bolj fajtajo. Bolj lačni uspeha. Pa dokazovanja in bolj iščejo rešitve, ne iščejo toliko izgovorov. Sigurno so to tiste stvari, ko bi lahko rekel, da so neka prednost. Ne? Daj reči mi, kak je bil, rečemo, potem tvoj nek normalen delovni dan v profesionalni karieri? Kdaj se je dan ponovadi za tebe začel? Rad sem spal, to lahko povem. Ja. In jaz sem res rad zjutraj, da sem malo delo odspal, ker sem se vedno zaradi tega zelo spočil. In tudi tistih treningov zjutraj nisem nikoli maral, ker prednje moje telo začelo funkcionirati, je moglo biti ura več kot 11. Pa se onga našega ob 6 zjutraj ziher spomniš. Ja. Pa hoja po temi na trening, vse to je. Ja, okej. Jaz se, zato smo pa polštre v šolo nosili. Ja, okej. Se pravi, rad si spal, Ja. Ampak ne vem, če si imel popoldne trening, si spal do kdaj? Ja, do 9, pol 10. Okej. Kaj je bila jutranja rutina, rečemo tebi? To bomo spustili. Kaj to pomeni? Kavica, si zajtrk pojedel, si šel, ne vem, po mestu rad, kaj je bilo dopoldne tisto? Prej meni je bilo zanimivo to, da si ti rekel, da v vsakem primeru gledam, da si, ne vem, ostajal po treningu ali prej prihajal na trening, pa nabiral te minute, ali imel individualnega trenerja, ne. Vseeno tu znotraj si ti mogel najti nek moment, ko te je, rečemo, potiskal naprej, ne? Ja, zdaj najlažje je bilo vedno dodatno delati po treningu, kar se tiče, da si delal še naprej žogo. Ker res je bil tu nek rizik, ko trenerji niso pustili pred treningom, boš ti zdaj prišel v strelo na gol, ne gre, ker sam se ne boš toliko grel, koliko se pol z ekipo, pa ko trening narediš in pol ostajaš po treningu. Kar se pa tiče teh stvari, fitness, to pa spet se zjutraj ostaneš, pa greš zjutraj narediti, zato da vseeno imaš vmes kosilo, da telo vseeno malo regenerira, preden prideš ti na ta popoldanski trening. Ampak če zdaj, vseeno mene zanima, ne, če midva vzamemo, da si ti, ne vem, rad zjutraj spal, pa vse ostalo, ne, ti si moral zjutraj potem iti v fitness, če ti je Brane naredil trening, ne? Ja, ampak to, tako sem rekel, to je 2-krat na teden, ne. Aha, okej. Kaj je pa pomenilo, rečemo, kdaj si se pa ti začel pripravljati za tekmo? Je bilo to en dan prej, a je bilo to na dan tekme? Kdaj je bil tisti preklop, okej, zdaj pa moram jaz sebe pripraviti za to, da bom odigral dobro tekmo? To je bilo pa čisto različno. Enkrat je bilo na dan tekme, zjutraj, odvisno od ure tekme.
Aha, Ko okay. so bile ure od 7 ure pa naprej, je to bilo najbolj smiselno na dan tekme to narediti, aktivacijo. Včasih en dan prej, včasih pa tudi že 2 dni prej, ker je bilo pa odvisno, a kam potujemo, a imamo zdaj z avtobusom do Sofije 4 ure, pa pol še letalo, pol si to veliko prej naredil. Važno je bilo samo, da se je ta tonus dal v mišice in da ko si prišel na tekmo, da si bil v tonusu, da niso bile mišice mehke, telo zmehčano. To je bilo najbolj pomembno, kar je bilo med tekmovalno sezono. Ampak zdaj rečemo, da je tekma ob, ne vem, 8 zvečer, večerna tekma. Ne? To ste vi, ko ste bili, če govorimo zdaj o Ludogorec ali pa tudi Reka, ne, ste bili, prime time se je iskal, ker takrat tudi največ ljudi gleda in tu vemo isto, ne vem, Real pa Barcelona večinoma igrata isto v teh terminih. Ne? Zdaj, če mi dva gledamo, se pravi, če je bila večerna tekma, si ti zjutraj delal aktivacijo, sploh če si doma imel tekmo, ne? Ja, lahko bi jo. Zdaj, večino je bila to dan pred tekmo. Aha, ok. Ampak je bilo pa doskrat na dan tekme, če so bile pozne. Je pa spet po planu, zdaj odvisno, kar je bilo, ker nekje smo imeli pa v klubu zjutraj trening, če je bila tekma tako pozno. Tako da vse tu se je res sproti planiralo, vedel si pa itak že en teden naprej cel plan, točno vsakega treninga uro. Za tekmo si točno vedel, a je to zjutraj trening, a je to sam sprehod, vse je pač bilo vnaprej določeno, tako da si lahko ti te stvari splaniral, kdaj. Kaj pa prehrana za tekmo, se je kaj spreminjala 2 dni prej? Ne, čez teden lepo počasi vnos vseh teh ogljikovih hidratov, beljakovin. Na dan tekme pa moje je bilo, da mesa na dan tekme pač nisem rad jedel, vedno bolj hidrate. Aha. Meso pa za večerjo še. Zelenjave pa tudi ne, veliko. Na dan tekme? Na dan tekme. Ni solate pa tega. Ja. Samo suhe testenine, mogoče malo kečapa, ampak najraje sem jedel riž, tako da to dvoje je bilo na dan tekme. Domača tekma, koliko pred tekmo si na štadionu? V bistvu si v karanteni. Aha, vi ste bili večinoma v karanteni? Vedno, ja. Aha, koliko ste pa pred tem prišli na štadion potem? To pa ura pa pol, ura 40. Aha. Zdaj odvisno je bilo, če včasih si videl, da rabi maser več časa, da jih več pride na ogret mišice, smo pač prešli, je bilo pa ura 45. A nam zaupaš tvoj individualni protokol, preden si šel na ogrevanje uradno? Kaj si kaj počel? A si imel kakšne rituale posebne, meditacije, vizualizacije, si, ne vem, predtem pogledal kakšne posnetke vratarja pa obrambnih igralcev, pa si še enkrat šel čez situacijo? Nič kaj takega, ko sem čakal, da gremo že na to ogrevanje. Vedno sem bil prvi oblečen, spravljen, masiral se, nisem nikoli rad, ta ogrevanja dela, ker se mi je zdelo, da sem tak mehek pol rad takoj. Tako da v bistvu nestrpen sem bil vedno, preden smo šli na ta ogrevanja. Vedno mi je bilo to preveč časa prej, da smo bili v garderobi. Komuniciral tudi nisi veliko z igralci v garderobi, ne? Ja, pač malo ja, ampak vsak po svoje. Muzika, to ni bilo tvoj stil? Ma ne. Ma ne. Ok, igraš večerno tekmo, ne vem, neko pomembno ali pa ko se boriš za prvaka, Ligo prvaka, Lige Evrope, karkoli, reprezentanca, ko te še himna zraven na priprav, kdaj lahko zaspiš, kdaj si lahko zaspal? Ja, bolj je bil po tekmi problem zaspati, ko pred tekmo. Se pravim, po tekmi, se pravi, tekma, ne vem, ob 8, 9, končal ob 11, kdaj lahko zaspiš? 5, 6, 7. Kaj si delal v tem času, ali rajš ne vprašam? Ne, to je telefon, igrice, sam da gre čas, ampak... Ste imeli, rečemo, če govorimo o repki, ne, ko so tudi večinoma te termini, ste imeli igralci več ali manj iste težave? Ja, mislim, da ne vem, nasploh v športu po teh, ko je toliko adrenalina po tekmi v telesu, mislim, da marsikdo ima problem zaspati. Jaz vem, da tega adrenalina je bilo vedno toliko, da enostavno karkoli bi že delal, učke niso hotele biti zmatrane in sem imel velike težave, da bi čim prej zaspal. V tem času, se pravi, ko si ti rasel skozi kariero, je zelo veliko stvari se spreminjalo.
govorim, ne vem, o tem, da je nekaj smo omenili GPS-e, pol vse več je bilo teh videoanalitikov, statistikov, potem, ko govorimo tudi o sami psihologiji, a si ti se kdaj posluževal, ne vem, da si imel nekoga, ki ti je pripravljal izseke nasprotnikov, pa da si, ali je bilo to samo tisto, kar je klub pripravljal? Si imel kdaj kaj svojega, da te je to bolj zanimalo? Bilo je Turčija pa Nemčija je bilo, si v bistvu na mail dobil, zdaj če sem bil jaz napadalec, sem dobil 2 obrambna pa levega, desnega, bočnega in njihove izseke. In sem lahko pogledal v bistvu, kaj največkrat uporabljajo na tekmi. A zalomi žogo pa gre, a centrira takoj iz sredine, a gre do konca. V bistvu te stvari smo dobili za pogledat, drugače pa generalno je bilo vse tista skupna analiza dan, dva pred tekmo. Si kdaj uporabljal kaj psihologe ali pa kaj tajega v teh momentih, sploh takrat, ko si v nekem vmesni fazi, ko pada motivacija ali pa ko manj igraš, zato da ostajaš stabilen? Ne, v bistvu sam svoj psiholog, nisem ekstra tega, pa bi v bistvu bi bilo zelo primerno, ampak nisem prišel do te faze. Če bi zdaj, rečemo, za nazaj gledal, bi si svetoval, v kateri fazi, da bi bilo dobro, ne vem, pač Velikonja je rekel, ne vem, da takrat, ko je bil poškodovan, ko je križno vez prvič strgal, da je toliko poslušal, koliko imajo težave z vračanjem. Na koncu, da še naredimo ene dve stvari samo, ne. Se pravi, če naredimo primerjavo slovenskega prostora, ko si ti treniral, se pravi, a je bila to Olimpija, a je bila to Celje, v primerjavi z tujino. Na eni strani, koliko mi zaostajamo v sami neki infrastrukturi, če gledamo igrišča, fitness in vse ostalo, ko si našteval savne, kriokomore in ne vem kaj vse, ko ima tujina, ne, koliko smo mi odzadaj za njimi, kak imaš ti feeling, no? Ja, mislim, da smo kar, ne vem, kjer klub ima v bistvu svoj prav center, da ima sam trening center, da ni to stadion zraven, ne, v sklopu. Pa da so to not bazeni, savne, v bistvu hočeš reči, da imajo zaprto in da je to klubsko, ja, da noben drug ne more in da so to samo za člane, rečemo, ali pa za... Ja, mislim, da tega ni. Vsi imajo v sklopu teh stadionov. Tu vidimo v Celju, je tudi potrebna vožnja čez mesto na igrišče, kjer treniraš. Maribor tudi mislim, da kar doskrat sem slišal, da se nekam pelejo. Tu je še Koper najbližji, da ima nekje to infrastrukturo, da imaš tam dva igrišča zraven, ne. Tako. Olimpija tudi, preden se je to igrišče zdaj naredilo zraven Stožic, so trenirali, ne vem, na Žaku, pa še nekje, to spet ni klubsko, to spet so drugi moteči dejavniki okrog, pa imajo atleti trening, pa vse te stvari. In tu se kar za infrastruktura, mislim, ampak da je... tudi sama igrišča, ne, ko si omenil, ne, načeloma vse posod, kjer si ti igral v tujini, več ali manj so zdaj hibridna igrišča, so standard. Ja, zato ko mislim, da tudi ta trava se manj uničuje, ko tista, če... Pa igra je hitrejša, verjetno, ne. Igra je hitrejša, igrišče, ko je zmočeno, podobno umetni travi, kot takrat je tudi na umetni travi je žoga zelo hitra, če je mokro, a ne. Ampak zdaj, če pogledamo na drugi strani, ne, koliko se ti pa zdi človeška infrastruktura, koliko naši klubi imajo ljudi, ki delajo za, ne vem, igralce v primerjavi, koliko ljudi je pri nas, pa koliko ljudi je v timu v tujini. Koliko ste imeli, rečemo, staffa v Ludogorcu, pa v Reki, pa tako? Tu se ne zaostaja toliko veliko, to mogoče 3, 4, da manjkajo, recimo. Ampak zaostajamo tu, da igralec, ko naredi trening, ne vem, meni se zdi, da je tu prva misel, grem domov. Ne bom rekel pred vseh. Nimam kaj več tu početi, nimam nič na klubu, pač grem domov, a ne. Medtem, ko imaš vse te stvari na razpolago, ne prideš v klub za 2 uri pa pol, ampak prideš v klub za 4-5 ur, ker vse te stvari lahko izkoriščaš, lahko pospešiš regeneracijo in takrat se ti nikamor ne mudi, če imaš to vse pred nosom, ne.
Čeprav zdaj pri nas tudi že kar dosti prakticirajo, da morajo igralci biti ob 9 na klubu, pa so nekje do 1, 2, 3, tudi nekateri. Ne? Se pravi, da jih prisilijo, da pridejo skupaj na zajtrk in da imajo večinoma te treninge potem ob 11. Aha, ja. Tako da to se malo spreminja. Se spreminja, ja. Ampak se pa verjetno pogreša potem tisti prostori, kjer je tisto neformalno druženje omogočeno, kar verjetno si v tujini malo drugače doživel. Ne? Ali se motim? Neformalni mišljeno kot... Pa da imaš, ne vem, sobo za druženje, da je lahko noter primer biljarda ali T-bola ali karkoli, pač, da lahko igralci v bistvu igrajo, neki se tekmujejo, ker na koncu koncev ves čas se išče, da imaš malo stika, pa še malo tekmovanja zraven, ne? Da se skozi malo jih drži v nekem tekmovalnem vzdušju. Ja, to je pa spet level više, tega pa nismo imeli, ne. Povsod, kjer sem bil, smo imeli te stvari, kar se tiče regeneracijskih, nismo pa imeli tega ročni nogomet, biljard, pa to, kar se zdaj pogovarjamo, ne. Tega pa tam, ko sem bil, ni bilo. Pa se ti zdi, da je to pomemben del? Ker je pa na višjem levelu, je pa vse to, ne. Ker vseeno, greš tja, se usedeš na kavo, se malo zbodeš, greš odigrati pikado, vse te stvari, sigurno za atmosfero v ekipi je zelo dobro, če imaš te stvari tudi na razpolago. Ker vi, ko ste tekmovalci, ne, v bistvu vi niste, jaz tebe nisem doživljal kot tekmovalc, ne, vi, ko ste zmagovalci, tako moram reči, ne, je vse, kar počnete, hočete zmagati, ne, zmaga je ultimativna. Točno tako. Kak je pol, ko se dobi 20 takih v enem klubu? Ja, kar napeto, mislim, je kar... Je prvo vedno preverjanje moči, pa pol postaneš lahko dober prijatelj. Ja, je. Kar se mene tiče, v bistvu doma hčerka, kar občuti to mojo tekmovalnost, ker ni popuščanja in karkoli tudi z njo igram, pač moram je zmagati, ne. Ampak tudi se bo ona naučila mogoče dobiti to miselnost. Se pravi, ti še zdaj ne da to, tudi kljub temu, da si rekel, da boš igral za užitek, ti ne da to, da želiš pa zmagovati še vedno. Ja, sigurno. Tudi to, ko igramo v Avstriji. Res, da je to amatersko, ampak mene to sploh ne zanima. Jaz hočem vsako tekmo zmagati, hočem iti ligo višje, hočem tem ljudem dati nekaj, za kar plačajo. In tudi mogoče ena anekdota, 2 kola nazaj smo imeli en derbi proti ekipi, ko 11 let med sabo niso igrali, ker so bili nasprotniki skozi ligo višje. Vodimo 4:0, 85 minuta, grejo proti napad in klizim na outliniji, a ne. In je bil to en fant iz Maribora in se vstane in sam nisem pa mislil, da bo šel 85 klizo pri 4:0. Ampak to je, mislim, kar me je od skozi gnalo naprej in to imam v sebi in dokler imam to, ja, hodim gor, da uživam še, ampak vseeno pa ne popuščam. Samo to ti je tudi ta profesionalizem dal, ne, verjetno. Ja, to, kot sem rekel, to pač imaš ali pa nimaš. Ja. Zdaj, ko si začel že, se pravi, ti prehajaš počasi, si se odločil, da boš tudi delal kot trener, ne, kak je zdaj, rečemo, tvoj pogled v teh, glede na to, da vem, da si v prvi fazi trenerstva, ne, se pravi, si začel kot delovati na igrišču, kaj te je pa tu najbolj presenetilo, rečemo, da nisi pričakoval, ko si zdaj v vlogi trenerja? Ja, ni me še nič kaj presenetilo, to, ki je še sveže vse to, da v bistvu je šlo malo prehiter. Prvo je bilo mišljeno kot pomočnik, ko bo čas, to bi bilo 2-krat na teden, pa smo hitro prišli v fazo, ko sem mogel celo selekcijo sam prevzeti. Ampak se zavedam, da sem na začetku te poti, priključil sem se Šentjurju zaradi tega, ker poznam Jerneja Leskovarja od prej, Marija Močiča, ki sta ta klub 2 leti nazaj začela graditi na novo, z plani, ki so dodelani in mislim, da ni tistega rezultatskega pritiska, da imam dosti časa, da postopoma greš, da sploh vidiš, v kaj se spuščaš, koliko se na katero stvar sploh pripraviš. Tako da zaenkrat še ni bilo kaj takega, da bi me
Pa ta, rečemo zdaj, ta vloga, kot ponavadi, ko se pogovarjam, ko prihajajo igralci v vlogo trenerja, ne, da se kar naenkrat moraš začeti ukvarjati z 20 igralci, pa 20 različnih karakterjev, usklajevati, to te je kaj presenetilo ali si že pričakoval, da se ti bo to tudi zgodilo? Ne, ni enostavno, če si sam, a ne, ker te dosti spomne na tvoje otroške dni, mislim otroške, pač te najstniške, ko vidiš, kako se ti pride nekdo vleč tja na igrišče, a ne. Pa se vidiš v tem, ker nismo bili tudi ne mi popolni, tudi nam se je to dogajalo. Ampak, da si prišel do tistega klika, da ko prideš na igrišče, si prišel tja, da se nekaj naučiš, to je težkim dopovedati v bistvu. Zdaj, kako bomo to naprej peljali, bomo z lahkoto sodelovali s temi fanti ali bo kak problem, ker še jaz nisem toliko peljan v to, ne vem, ampak tudi ko začneš trenersko kariero, verjetno tako kot igralec, se tudi veliko vmes spreminjaš. Veliko pogledaš, ko zaključiš eno zgodbo nazaj, kje so bile napake, kaj je lahko boljše in tudi verjamem, da pri meni se bo isto dogajalo. Nisi skozi isti igralec, pa nisi skozi isti trener, ampak probaš v vsakem trenutku probaš biti najboljši. Glede na to, da si zdaj naredil ali pa zaključuješ to neko svojo kariero igralca, začenjaš kot trener delovati, kaj bi v tem momentu, rečemo pa igralcem ti svetoval, tistim, ki imajo željo biti, ne vem, vrhunski igralci? Na kaj naj bojo pozorni, kam se naj usmerijo, kaj naj počnejo, zato da jim bo uspelo? Nič posebnega, ampak mislim, da tudi celotna zgodba nogometne zveze in vse, mislim, da se dosti stvari popravlja od preteklosti. Tako sem rekel, mi nismo imeli tega, da nas je nekdo pri 8-10 letih učil notranji del stopala narediti. Zdaj mislim, da s temi programi, da se je to vse klube bolj kot ne že upeljali, neki vzamejo nekaj svojega. Mislim, da te otroci morajo samo poslušati, pa ne s prisilo priti na trening, zato ker je trening. Priti tja, da nekaj odneseš iz treninga. In čas bo pokazal in tako sem rekel, vsak udarec, vsako podaja, vse to se kupčka in sigurno si nagrajen na koncu. Pa prvi kontakt morajo natrenirati. Sigurno bolj kot jaz. Zdaj si tudi starši že malo preizkusil si verjetno na kaki tekmi, ne? Kaj bi pa staršem svetoval, kako reagirati, ne vem, na treningih, na tekmah, na kaj naj bojo pozorni ali pa čemu se naj posvetijo? Ko govorimo, da se pravi o suportu svojega otroka. Ne vem, v bistvu imajo te stvari v našem, kar se našega kluba tiče, imajo to že vse, jaz tu ne rabim nič, ker je res vse določen, kak je, ko je trening, kdaj se gleda, kdaj se ne gleda, ko je tekma. Mislim, tu ni nobenih problemov. Ali pa ampak rečemo, če midva izhajamo iz tega, da oddajo ne bojo poslušali samo tisti, ko so v vašem klubu, ne, kaj bi ti, ne vem, enemu staršu zdaj rekel, kako naj funkcionira, da bo njegov sin ali hči, ne vem, uspela kot igralec nivoja Roman Bezjak? Da ne daje otroku nekega pritiska. Da mu pusti, ne rabi biti zdaj vsako tekmo najboljši. Ne rabiš zdaj, zakaj si prazen gol falil. Samo naj pusti otroka, da dela, ker mislim, da imajo v nekem momentu starši pol večjo željo kot otrok. Ja, zato ker smo tudi starejši. Tudi jaz imam zdaj večjo željo, kot sem imel pri 15 letih. Ker takrat nimaš tega, ker nisi dal to skozi. Otroci pa šele prihajajo v to fazo in morajo počasi spoznavati. In če preveč tega pritiska, mislim, da tudi ni dobro za razvoj otroka. A smo kaj pozabili? Najbrž, da ne. Najbrž bi lahko še veliko stvari, smo ene stvari kar dosti hitro prešla čez, ampak jaz mislim, da smo generalno predstavila malce to tvojo zgodbo, ki je po mojem res, mislim, iz mojega vidika zelo zanimiva, pa tudi pač, kaj se danes v nekem nogometu dogaja. Tako da jaz upam, da si užival v temle pogovoru z mano. Sem. Pa da še kdaj, ko boš uspešen trener ponovno, ne, da spet naredimo, kakšne nove smernice boš postavljal
Da malo več tega uporabimo. Da malo več tega lahko uporabimo. Bomo pa šla, rečemo, enkrat naredila na U15, kaj igraš, pa kakšne imajo zahteve, mislim, kakšne imaš ti zahteve do svojih igralcev. Okay. Ful ti hvala, za vse ostale pa se vidimo naslednji petek, ostanite z nami, sledite nas, pa pardon še to, VIP avtomobili, hvala za prostor.